Dame in gospodje, dobrodošli v novi epizodi podcasta Brez dlake na jeziku, ki je danes sicer malce poškodovan. Vse, kar se mene tiče, ker sem se 2 dni nazaj sem se tako fejs ugriznil v jezik med jesti in kumar, ko bi se vsaj poškodoval med kakšnim bolj prijetnim opravilom. Ne, jaz se poškodujem med grizenjem kumar in sem si prav razjebal jezik tako, da ne bom kazal, pa glavnem grozno je, ampak bom se potrudil zdržati tole, ne, zaradi moje gostje, ki je čudovita danes, ne, in ja, lejte, pa ste zdaj, ne, danes bo z mano novinarka, ne, voditeljica, ne, podcasterka, opala, punca, ki govori o marsičem in mislim, da bo danes tole zelo zanimivo, kaj ti baje si brez dlake na jeziku, ne? Tako se govori, ne? Zdaj, če si res videla. In seveda punca, ki je v posteljo spravila nekdanjo predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič in s tem bomo začela. Ne? Torej, dame in gospodje, z mano je Kaja Grozina. Kaja, lepo dobrodošla v moj podcast. Ja, hvala lepa za povabilo. Čau. Živijo, imaš kaj treme? Ne, veš da ne. Ker nazadnje, ko sem bila skupaj, smo govorili o nekih verskih zgodbah z Zalo Klopšič, Jerco, kako se piše Jerca? Legan. Jerca, oprosti. Jerca, nekdanji Cvikl, ja, ki se je pa ločila z njim, hvala Bogu. Ampak no, v glavnem ta... Ločila se s tem modelom, s katerim je ona prišla, se ločila? Ne, z možem bivšim. Ja, okej, s tistim ne ima, ste bile skupaj, s tistim bila. Če ste sam stala skupaj. No pa ta je še bil zraven, še en tip, nima veze. No, kakorkoli, bila si voditeljica takrat tega showtima, zdaj bom pa jaz tebe peljal skozi tale pogovor. No in kot sem prej rekel, ti si edina ženska v Sloveniji, ki je spravila v poslo predsednico državnega zbora. Kaj sta počeli, kako dolgo je trajalo, je bilo 69, ker takrat še ni bila zborom z Uljinom, tako da povej, daj si duška, razloži nam to, kaj hoče se dogajalo. Ne se zgovarjati. Drugače je bila to ful dobra fora, ki je prišla v moj podcast. Ful dobra fora. In ko sem videla ta naslov, sem res umrla sem od smeha, ker sem tako, oh my god, kako dober. Ja, v bistvu je bila to zame zelo zanimiva izkušnja. V bistvu ta podcast... Prva lezbiča? Ja, čisto prva. Prve ne pozabiš nikoli. No, povej. Tako je. Pa vem, da so pol ful disali zaradi tega podcasta, nekateri politični kritiki, tako v smislu, na takšnem nivoju imamo pa politiko v Sloveniji. Ampak to je bil podcast, mislim, se ona je prišla kot gostja, prišli so varnostniki z njo, v poslu, valjda, zakaj pa ne. Dokaj povej, ja. Je taka zelo, meni je bila ona takrat res zelo všeč. Kako ti je pa spravilo jo dobiti v to zgodbo, da je dejansko si rekla, lejte, vabim vas za podcast, ampak bova v posteli? V bistvu je tako, da jaz nobenem gostu nisem nikoli povedala, da je v posteli podcast. Mislim, nisem tega povedala, preden so oni prišli, a veš. Ko so pa prišli, pa so pač videli, pa so bili tako, okej, ne. Samo ena zavrnitev sem je zgodila. Ko je bila že tam? Ja. Kdo? Ena nuna. Dame in gospodje, to je bila Kaja, ne? Ja, Kaja Grozina, hvala lepa, se sliči. Z nuno si hodila, mislim, podcast. Ja, v podcast, ja. Kaj pa je rekla, zakaj? Da je to proti njenim pravilom? Ja, v bistvu... A stoje spi, ali kaj? Ona je prišla v studio, ker smo pač to poslali in rekla, da to pa ona ne more. Pa saj se strinjam z njo, ne? To pa ni šans. Ja. Pa smo tako še probali nekako nagovarjati, da pač v bistvu vse podcaste tam snemamo, pa da ni to nič tazga, pa da bo videla, da bo v bistvu en tak lep pogovor stekel in tako, ampak ni se dala prepričati. Okay. No pa koliko si pa prišel, dejansko, ne, fora je dobra, dejansko vsi podcasti, ki so, noben ni v posli, ne. Dobar, jaz pa Monika smo naredili eno posebno epizodo s postelje, ampak ti imaš prav vse goste v posli in kako si prišel na to idejo, no, vsega kaj, idemo narediti drugače, pa jih idemo v poslu. Ja, v bistvu, veš kaj, posla je bila ena taka velika spremljevalka mojega življenja. Ne, v tem smislu. No, mislim, ne vem, ja, okej. Ne, a veš kaj, jaz sem imela ful težave z depresijo, tako hude, hardcore. Na to še pridemo, ja. Ja, in takrat je bila posla moja best friendica in jaz sem se vedno v posli ful dobro počutila. Če nisi nosila s sabo posla? Ne, valjda da ne. Na istem mestu je bila? Ja, valjda. In sem bila pač tako, okej, idemo nekaj drugače, idemo nekako tako in smo pa nekako rekli, okej, bomo v poslu.
dal in je v bistvu bilo ful zanimivo. Ful zanimivo je bilo z vsemi temi psihiatri, tako, jaz se prav spomnim, ful mi je pomenil, da je prišel takrat dr. Miran Možina, no. On je v bistvu psihiatr, psihoterapeut, pa v bistvu tudi vodja fakultete Sigmunda Freuda v Ljubljani. In on je meni tako razlagal tam v postelji, veš, vse to je, tudi depresija, anksioznost, imamo psihoze, imamo. In meni je to bilo tako res. Ena taka posebna izkušnja je, in v postelji se ljudje veliko bolj sprostimo. A to si hotela? Ja, to sem hotela, ja. Lej, pa še laufa ta podcast, ali si ga dala na pauzo? Jaz sem ga dala na pauzo. Zdaj postala glede tega, ne? Ja, ne, malo sem ga dala na pauzo. Ampak se vračamo z Julijem v malo drugačni podobi. Sprav ne v posli več. Boste videli. V bazenu. Bo pa zelo tako, malo bolj takšne zanimive zgodbe prihajajo. Zanimive zgodbe. Zakaj nisi mene povabila nikoli? Čem je problem? Razčistimo zdaj to. Na tem mestu to razčistiva. Da v poslu. Kaj je problem? Ne v poslu, to je podcast, ne? Ja, ne vem, pač ni prišlo do tega, no, ne vem. Zakaj ni prišlo? Takrat so bile ful neke drame, kar se tega podcasta tiče, tako da pa smo pač, fora je bila, da smo mi imeli snemanja en teden ali 2 tedna in smo vse posneli. Jaz sem takrat crkvala tako, ampak vem pa, da te imam na tisti listi, ja. Kje je, na kjer mesto? Ja, pač si na seznamu. Prazna je postelja. Okej, če dva se ne ljubite ali kak je že. Okej, v glavnem, Kaja, no pa če vstavamo mogoče malo pri teh podcastih, recimo, vsak ga ima danes, ne, če gledaš, ne? A veš, pa skoraj vsak. Zdaj eni naredijo, pa obupajo, nimajo te konsistence, imajo en teden, pa nimajo, eni so razočarani nad ugledi, pa nehajo zaradi tega, eni gre ful dobro, eni od tega celo živijo, eni ne. Kak je tvoj pogled, no, mogoče na slovensko podcastersko sceno, če te že imam tu, pa tudi ti to počneš. Kje smo tu? So podcasti v bistvu zdaj to, kar je, pa televizija propada, TV oddaje propadajo, pa so podcasti v bistvu, kaj ti meniš? Jaz mislim, da ena stvar, ki se mi zdi zelo zanimiva, je ta, da so podcasti danes na tej točki, kakor je bilo influencerstvo nekaj let nazaj. Se pravi, vsi, ki so bili takrat začetniki, ali kul mama sita, kul fotor, jaz sem do mene bilo to, da sta bila meni takrat, oh my god, kjera kralja, veš, sem tako, kako je to dobro, ne, in onda sta bila v bistvu ena od začetnikov tega pri nas, ne, tako kaj recimo pri nas eden od začetnikov, pač Klemen Slakovič, ne, in jaz mislim, da dokler so vsebine dobre in dokler so vsebine poučne in dokler imamo nekaj zadati ljudem, je to dobra vsebina. Okolikor pa postanejo ti še zmer meni osebno, nobena oddaja ne more primerjati s podcastom. A ne? Zato, ker še vseeno so tam neki novinarji, ki vejo, kaj delajo, neki novinarji, ki so se poglobili v določene zgodbe. Včasih dejansko, kakšen podcast reče, ok, jaz sploh ne vem, kdo ste vi, kaj vi počnete, dajte mi vi to vse povedati. Tako na ta način. Pa zelo se mi zdi dober prostor za odkrivanje nekih zgodb. Se mi pa zdi, da smo v bistvu tle izgubili en filter, no? Da se danes v podcastu govori pač o vsem. Se ne bi smelo, kaj? Pa jaz mislim, da kakšna stvar bi se lahko prehranila. No, predvsem mladini mogoče. Namreč, ker jaz gledam, to sem moral predvsej vprašati, kaj je bilo meni malo sporno. No? Jaz sebe gledam, kaj vidim, da sem odštekam pa nor, ampak tukaj bi pa imel neko pravilo. No? Recimo, mnogi podcasti, ko so prišli ven, so dejansko namočili goste, zelo konkretno in zelo grdo. In res, da so gosti neke izjave sami rekli, ampak so te podcaste izrezali ven z konteksta, da je bil viralni video, noben ga ni zanimal cel podcast, ker veš, kakšni so ljudje na hitro. In dejansko je podcaster točno vedel, če bo dal to ven v viralca, bo naredil pizdarijo te osebi. Ja, sej pa on to rekel. Razumem, fajn, da ne govorimo o naslovih in tako naprej. Ne. Tukaj je mogoče, pa nočem zdaj pametovati, pa vlastno skrido pljuvati, ampak tukaj vidim jaz eno malo odgovornost, pa vseeno, ne vem, do gosta, ki ga ti povabiš, razumeš? Saj jaz sem tak, no.
Na kakšen zdaj je ti jaz gosta imam, zdaj ga pa zjebo, ne? In bom nek izrezal ven, da ga bom zdaj zjebo, da bo viralc, kaj bo z njim, meni je vse, in tu imam jaz problem, pa mogoče sem godala, da ga imam, mogoče bi moral iti na hard, na meso in na kri, ampak ne morem. Ne, sigurno da ne, zato ker kaj to pomeni pol za prihodnost. Kmalu ne bo noben več prišel najbrž v tak podcast, če se bo to, ampak se ne dogaja več to kontinuirano, kot se je prej. Ne vem, jaz sam vem, da... Vem za par primerov. Jaz recimo vem, da politiki so letos kar masovno hodili, ker so ugotovili, da to očitno res je. Ni samo podcast ogled, tudi viralni klipi so ogled, to so politiki pogruntali. Se pravi, če grem k njemu, morda podcast ne bo tam 5-10 ur ali pa še to ne, ampak njegovi klipi bojo naredili pa norijo. In vidiš to, kako so podcasti, ravno zaradi tega sem opazil, kako je to popularno, priljubljeno, kam to gre. Mislim, jaz sem to začel delati, ker sem pogrešal televizijo, mi je bilo dolg cajt, gremo se malo zabavati, pa to kar nekaj nastane, neka zgodba, neka velika stvar. Zdaj pa pomembno je, koga vse gostiš, ko povabiš naslednjega gosta, mnogi pridejo zaradi tebe, ker te imajo radi, ker te poznajo, koga ste pa vse imel, čakaj malo, tale pa, pa pogledajo malo oglede, zdaj da ti ogledi šepajo, in te to vprašam, pri teh ogledih še, to je meni jeva totalna, vedno, te plah naredi, ne vem, 3 podcasti ti naredijo ful ogledov, 4 pade dol, se pravi, ni pravil in imaš lahko kvaliteten pogovor, fajno stvar, nič, imaš enega gosta s kmetije, boš naredil ful, bolj, ko imaš kurac gosta, v narekovajih rečeno, provokativnega, da neke bedarije je naredil, bolj ljudi gledali. Če se nekaj potrudiš, nekaj narediš, ni rečeno. In jaz pravim, ni pravil. In prvi kak podcast narediš, ogledi, pičko materno, pa kako to ni noben gledal. Ali pa enega, čakaj, ko pa je zdaj to, kak je bil tvoj pogled, te to matra, da recimo ogledi niso bili večji, kot si pričakovala, si bila zadovoljna, kje smo tu? Ja, z določenimi je sigurno, da sem bila, veš kaj, nisem pa dejansko našla tiste rdeče niti. Tako da bi rekla, ok, jaz pač nočem biti samo še en podcast, ki bo gostil vse, pač tako malo tle, malo tja, pa tega, pa unga, pa tretjega, pa ljudje, ki so bili že v ful veliko različnih podcastih, pa tako naprej, pa so zanimivi mogoče, Ampak nisem hotela padeti v to lupo, da bi bila samo še ena v nizu. Si bila že zaradi posle, si bila drugačna. Ja, to. Jaz sem recimo zaradi kletvic drugačna. Ker edini pač preklet, edini me boli kurac, nekaj govorim, ampak pustimo to. Ampak zdaj pa recimo, ko sem malo razmislila, pa ko sem malo raziskala, kaj bi dejansko me zanimalo početi v smislu podcasta, kaj si želim dati ven, kakšne zgodbe in tako, sem pa našla to rdečo nit, kar se mi zdi ful pomembno. Tako da, kar se teh ogledov pa tega tiče, tudi nisem nekaj ful spremljala, recimo, da bi rekla, ok, ne vem, ful sem zdaj žalostna, ker ni bilo tle več, tle manj, kakorkoli, Je pa dejstvo, da smo danes ratali ful instant družba, A veš, to je samo tako, Samo tako, Mislim, kdo še vzame v roko knjige, recimo pa jo prebere lepo počasi, ampak mi smo ful instant družba. In kar se pa klipov tiče, tle pa, a veš, in tle se mi zdi, da imamo sploh ustvarjalci vsebin, sploh tisti večji, da imajo, oziroma bi mogli imeti odgovornost, da se dejansko pogleda, kaj se da v tiste klipe. In kako se da in tako naprej. Sprav, tukaj je bilo res, 3-4 zgodbe so bile tako grde, da so imeli prav probleme. Vem, pa se neki so bila tudi v sodišču vpletena. Ja, mislim, da so celo to nekaj, recimo, ne vem, Pero Martič ni ravno, ni podcaster, je pa youtuber, tam so se tudi malo nazaj začenjali grozni škandali, kaj tale Čiglaj, sanski moški, je mnogo Slovenije id, pista materna. Ja, grozen. Tale Čale Sale, recimo, tam se je tudi začelo takrat vse skupaj, se pravi, ni to hec, in jaz pa ti pač paziš načeloma, kaj govoriš. Vse zadnje, pa veš, kaj je trik podcasta, ki se ful sprostiš. Ful se sprostiš, ja. Ker pozabiš, da ni to Kamni TV in kar čvekaš. In se podcaster nabije. Ja, ampak se s tem ni nič narobe, da se ti sprostiš. To je ful fajn, da imaš neko debato, da se sprostiš in da pač folk lahko to spremlja. Ampak še vseeno, pa se mi zdi, da občasno pri kakšnih določenih podcastih, ki jih vidim, je pa tako, je pa meni malo neprijetno, veš, tako v smislu, kaj smo hoteli s tem dati, folku, ki to gleda, tako,
Ne, se mi zdi, da je to ena nova era, no, pri nas in da smo, ja, tam na začetku, kjer smo bili z influencerstvom. Ti je kdaj gost rekel, to pa zbrište ven, to sem pa preveč rekel, to sploh ne smete objaviti. Sem ga vsral, da sem šel, sem imela take probleme tudi, pa kaj sem naredila? Ne, da bi rekel tako, imela sem tudi celo enega, ki je rekel, da si ne želi, da objavim podcast. Pa nisi objavila? Nisem objavila. Ne, vedno mi je bilo do tega, da se gost dobro počuti. Ne, veš, mislim, se v bistvu se celotna epizoda vrti okoli gosta, a ne, in to je najbolj pomembno. In če si je nekdo vzel čas in je prišel tja, in če se zaradi nečesa ne bo dobro počutil, je pač moja dolžnost kot pač voditeljica tega podcasta ali pa česarkoli že, da mu pač omogočam, da se bo pač v zahvalo za to, kar si je vzel ta čas, a ne, da bo valjda zadovoljen s končnim izdelkom. Ne, imela sem takrat samo eno prošnjo, no, da se ne bi objavil podcast. In sicer, ne bi imensko kdo, lahko pa povem zaradi koga. In sicer jaz sem imela takrat ful so mi tako pisarne, sploh punca, no, kakšne, da ful radi spremljajo. Ko je pa prišla ven Zala Klopčič, je bil pa ful problema, ne. So bili pa pač, ko mi nismo vedeli, da si ti taka, bla, bla. Jaz nisem nikoli javno opredelila, jaz pač nisem za desničarka, niti približan, ne, pa tudi levičarka, ne. Jaz smo tudi Klopčičevo za gostjo, ne? Ja, ampak mene so res prav tako, ne, no, in takrat je pol prišla tudi ta prošnja, da v tem pa ne. No, kaj pa to, ne? Ko objaviš gosta, ki ga en del folka zelo sovraži, pa še pa tebe zdaj napadejo, ne? Prekleti kurac, kaj ga gostiš, si se prodal, ti je plačal, prekleti idiot, da te sram ni, koliko lahko to gostiš, malo razmisli, ni to hec, ti gostiš, jaz bi tudi serijskega morilca gostil. Se ne pomeni, da ga vam zdaj hvala, fajn, da si ubil 100 ljudi, ne? Ampak zanimiv gost je pizda, ne? No, ampak ljudje, to sem pri politiki, se mi to zgodilo ful, mene so prbili na križ enako kot gosta, ne? Sem pa čakaj, ko zaborim praševati vas, koga lahko gostim, pa kaj si normalen, ampak res je hec, ne? Pri vsakem si se prodal. Pizdati materna, bla, 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 bla. To vsaj kaj kdo plača. A veš, ne, ja, ko bi res bilo kaj plačal, ne. A veš, ampak hočem reči, nekako pa tvoj pogled na to, no, da kak ljudje ponorijo, tudi nad avtorjem podcasta, nad tem, ki intervjuja, če ima napačnega gosta po njihovem, ne. Ja, meni se zdi, pač tle moraš biti pa avtentičen, pač res in reči, to je moj podcast in jaz lahko povabim, kogar hočem. Če vam ne paše, pač gledajte, kaj drugega, ne. Kaj pa te novinarske tvoje vode, ne? Tudi tu si dosti aktivna, tako ali drugače. Kakvi so tvoji dosežki na tem področju? Malo povej ljudem. Vem, da nazadnje, ko je bil v Jamplestinjaku koncert, ko so šla z Moniko mojo, si tam skakala okrog ljudi, preševala, gor dol, levo, desno. Ti si kaj novinarka, kaj, slovenskih novic? Ja, drži. Ne, slovenske novice, sem v bistvu novinarka in obožujem svojo službo. Izjemno rada raziskujem različne zgodbe malih ljudi, predvsem. Take članke pišeš? To me driva ful, ja. Recimo smo marsikaj, mislim, tako okej razkrinkati, no, take zadeve. Raziskovalni članki me ful drivajo, tako to mi res dogaja, no. Dogajajo mi itak tudi kakšni intervjuji, itak sem iz tega sveta podcasta in tega, da pač valjda ti mora biti to všeč, ne. Tako da ja, jaz sem kar rada imam svojo službo. Ampak te raziskovalne zgodbe, ne, je sploh še novinarstvo možno v Sloveniji brez nekih vplivov, da ti nekdo reče, tole pa ne smeš, tole pa ni pametno, tale je pa naš sponzor, tu je pa odzadaj politika, to je pa ta je pa tretji, ta je četrti. Lahko sploh še novinar napiše, razišče in objavi nekaj, kar si sam želi, ali tu po novem toliko enih pravil in pizdarin, na katere ti sploh ne veš in imaš težavo. Kako gledaš na to? Imamo sploh še novinarje v pravem pomenu besede? V bistvu, jaz mislim, da imamo. Jaz mislim, da imamo in da to, kar se dogaja, v smislu, kar se govori za novinarje, da so tako vsi podkupljeni, pa ne vem kva, pa jaz čakam, pa nič. Kaj ti ne da denarja, ne? Ja, lej, mislim, ne, odkupte jo, ne, pa bo pisala lepo v vas. Se zdaj bavim, da napišem šef mislil, ampak tako mislim, ne.
A veš, mislim, ni čisto zares to, kar pravijo o nas, no, pač da so vse medijske hiše podkupljene. Absolutno se marsikaj da razkrinkati, no, marsikajšno zgodbo odkriti in tako, koliko imaš jajcev, pa vprašanje. Ja. Ampak bi upala tudi kakšne take nevarne zgodbe razkrinkavati? Veš kaj, ja, bi, zato ker me to ful drive, ful mi to dogaja, res, meni je... Veš kaj, imela sem pred časom tako res, eno res grozno zgodbo, no, ker sem kar nekaj časa raziskvala eno CSD zgodbo. Te socialne zgodbe. Sistemi CSD v Sloveniji in tako. In je bilo kar hardcore, no, to vse pregledati, prebrati, vse to dokumentacijo in tako. In se mi zdi, da bi lahko ljudje veliko naredili, oziroma novinarji sami, če bi se določene zgodbe dejansko šli. Ampak si razkrila kakšne grozljive stvari, si objavila, si šla do konca. Sem in pri prvem primeru sem dosegla, da se je sodba razveljavila, pri drugem primeru sem pa dosegla, da so v bistvu razveljavili kazen, ki so dali očetu. A veš, pol je pa problem pri teh, recimo, zgodbah nekaj. Mene otroci, jaz, ki vidim neko krivico pri otrocih, mene to... Tu greš pa to not greš. Pač ja, ne. Tako da sem imela ful intervjuje recimo s temi ženskami, ki so žrtve nasilja. Jim ukradali otroke v Jugoslaviji, če se spomniš, ki so prodajali otroke. Ja. No, to so take zadeve. Mislim, masovno to bilo? Ja, se kar dogaja. Kje mislim, Srbkinjam, Hrvaticam? Ne, Slovenkam. So kradli otroke? V porodnišnicah, ja. Kje je bilo to? Ja. Po Sloveniji. A ti nisi tega nikoli slišal? Čakaj, v Sloveniji so kradli otroke? Ja, ženska je recimo rodila in pa so ženski recimo rekli... To se mi pa zdaj presenetila. In so ženski recimo rekli, da je otrok umrl. Pa kje je bilo to? V Mariboru, v Ljubljani. Ja. Resno? Ja, pa veš, koliko je tega. Gledalci moji, ste čuli to opizda? Itak, da so, no. In ti si to raziskovala? Ja, itak, ja. In kaj si ugotovila? Zakaj so kradli otroke? Ja, v bistvu zdaj pač fulje, mislim, zakaj? Ker so jih prodajali v tujino, pač to so jih prodajali. 10,000 mark je bil en otrok in 15,000 je bil, sta bila dvojčka. Kdaj je bilo to? Ja, to je bilo, kaj se je, mene 50 let nazaj, po moje. To je bilo po vojnih časih, kaj? Že to bilo zdaj, zato si mislila. Ne. Aha, takrat. Saj sem ti rekel, v času, v Jugoslaviji, v času Jugoslavije, je bilo pač to, se je pač res tako masivno dogajalo. Ampak kaj, pa si najdla te Slovenke? Ja, a veš, koliko jih je? No, in prvi podcast bo z eno od teh žensk. Pa kaj so najdli? Starejše. Ne, to so grozljive zgodbe, so tudi te dokumentacije so grozljive. Ne, da pač v bistvu en primer, je ženska 3 otroke, na ta način. So rekli, da so umrli. Ja. In pol tudi ga ne smeš videti, ga nikoli ne moraš videti, diagnoze so vedno enake. Diagnoze, trupla ne smeš pokopati. Tako, mislim, res so bile to hardcore zgodbe. Ampak to so pa kaj prodajali, komu so otroke prodajali? Ja, bogatim. Ja, seveda. Ko niso mogli imeti otrok. Ja. Ali pa kakšnim... Se ne vemo, ne vemo, komu so prodajali, se vemo, kaj je v tem delu, pa tako naprej. Je to mimo mene šlo, kurva, to pa si vezela? A res nisi vedel tega? Mogoče sem daj čul, pa to je bilo aktualno zdaj, ali kaj? Ja, dejansko se zdaj dogaja, mislim, je bilo v državnem zboru so imeli razne debate glede tega tudi, ker se je ustanovilo društvo Izgubljeni otroci Slovenije in so se v bistvu te mamice združile in so grozljive zgodbe, mislim, ki se te je dotaknili in si hotela to malo. Ja, absolutno, ja. Mislim, se me dotaknejo ful take zgodbe, tudi tole s temi CSD-ji bi še rada malo raziskala. Pa kaj si ugotovila? Kaj si ugotovila pri teh CSD-jih? So res tak problematični, ali so tudi starši problematični? Ker vsak primer je specifika, to moramo vedeti. Ja, seveda. Ampak na račun CSD-jev marsikaj kdo se buni, se pa tako malo daj spremljaš, pa pizda, mogoče misliš, mogoče pa tudi s tem staršem, ni čisto vse kaj, so res CSD-ji tako? Veš kaj, jaz, ko sem recimo pri enem primeru, ko sem ga raziskovala, je bila pač v bistvu situacija takšna, da
je bilo ogromno laži. A ne, recimo, je pač ta ženska, ki je v bistvu na CSD-ju dela, je pač, recimo, ne vem, sta hčerke povedale policistov, a ne, ki jih je zaslišal, ne vem, mama me lasa do krvi in me konstantno tepe, ne, in ona pač v zapisnik recimo tega ni zapisala, ne, recimo take zadeve, ne. Ogromno je tega, no, res. Ki si to prav šla, prav raziskati? Ja, vse sem prebrala, imam še zdaj. A si članke napisala, pa članke so o tem? dokumentacijo doma in vse. Kaj ti pravijo? Ja, v bistvu... Ste kaj grozili? Ja, seveda. Super. To malo povej. Ja, so mi, ja, seveda. Kak je dražen? A veš, ampak jaz sem, v bistvu, vsak primer, ki sem ga delala, sem se vzela svoj prosti čas, šla do teh ljudi, spoznala te otroke, a ne, in to, kar se dogaja v Sloveniji, je res kriza. Predvsem CSD je zelo problematičen. Ne bom povedala. Okay. Ampak je zelo problematičen zaradi tega, ker se ena CSD delavka je v Sloveniji, ki je bila pred časom že skoraj obsojena. Ja, bi že mogla iti v zapor. Ampak pač takrat ni bila. In ker pač ni bila takrat obsojena, je pač dobila krila in zdaj, veš kaj, na položajih so včasih ljudje, ki jim gre predvsem za lasten ego, ne za dobrobit otrok. Jaz mislim, da se to lahko gremo marsikje. Lahko se gremo v show biznisu, imamo ljudi, ki so na položajih, pa se grejo pač res grde stvari. Ne? Tam se to lahko gremo. Tam smo vsi odrasli, vsi prostovoljno in tako naprej. Ampak življenje otrok, tle se pa ne moramo igrati, oprosti. Ja. To si pa jezna. Ja, to sem pa jezna, res sem jezna. Ne? Življenje otrok, tle se pa ne moramo mi zabavati. Mislim, si kakšne tožbe fasala tudi? Ne. To pa ne. Mi je pa, recimo, po tem primeru ogromno, veš kaj, sem prišla na en sestanek s tem gospodom, ki imajo te težave, in so prišli še 4 gospodi in so rekli, alo, še meni pomagate, prosim, če se lahko sedete, ne bom vse. Grozljive zgodbe so. V enem od primerov, ki sem ga raziskovala, je pri isti socialni delavki oče naredil samomor. Ne, zaradi tega, ker je totalno vse stike odvzela, vse. Mislim, to, kar se dogaja, mislim, a veš, včasih ljudje rečemo, škodijo cigareti, škodi droga, škodi alkohol, škodi nezdrava hrana in tako naprej. Ne? Največji škodljivc človeku smo pa ljudje. Res. Človek človeku živa. Tako, ja, res. Če smemo skočiti, no, kaj je bilo meni, nočem zdaj braniti, se sedejo, ne, ampak kaj je bila zančena zgodba, pizda nek oče, vem, da je na Facebooku, ali kje sem to zasledil, ima 2 ali 3 otroke s to isto žensko, pa je pa govoril, kako so ga zjebali, kako so mu vzeli, kako je ona nora, gor dol. Pa sem se vprašal, pizda, čakaj, ti imaš 4 otroke s to isto žensko. Kaj si že pred 3. šele zgrunto, kakaj je, kaj si pred 1. razmišljal, ne? Torej, zakaj imaš 3, če si že pred 1. vedel, da imaš doma psihopata, če rečem, kaj fora? Jaz sem se z enim pogovarjal, ampak a veš, kako je to? Pizda, koliko so moški zaščiteni v Sloveniji? Ja. Dajmo se to vprašati. A veš, recimo raznih narcisističnih odnosih, pa govorimo o teh narcisih, da so to samo moški in ne vem kaj. Kaj pa ženske? A ti veš, koliko je psihopat? Dejansko. Ja, ne, ampak je res. A veš, koliko je psihopat? Povej jim. Evo, naslov podcasta, ženske so psihopatke. Ne! Hej, mamo, narejeno. Oh my God, ne bom. Pa bi naredili klike, veš? Ja, ženske so psihopatke. Ne, ampak kako to delimo po spolih, ne? Pa zmeraj je oče problematičen, pa mož problematičen. Ne? Kaj pa ženske? Ugotavljaš, da so ženske tudi? Ogromno jih je. A veš, ki igrajo na to foro, da so ženske. In to je tisto, kar... Pizda materna, ok. Ja, to je tisto, kar me... En primer sem spoznala enega gospoda, ki je v bistvu 20 let živel z žensko in ga zapirala v stanovanje, nikamor spustila, tako totalno psihično maltretirala. In on je prav, jaz, ko sem vstopila v prostor, da sem se pogovarjala, on je bil prav jezen. In sem bila pač tako, fuck, tudi pa ne more videti babe, pač res, ne. Pizda. Ampak tako, premalo se pogovarjamo o tem.
Če že sam statistiko pogledamo, recimo, kje smo v Sloveniji pri samomorih, pa če pogledamo spol, koliko so moški dejansko v ospredju. Zato, ker je zmer tiščijo vseb, ne sme se nobenem povedati, noben o tem ne govori, za ženske. Vse smo se mogli boriti za svoje pravice, pa vse, ampak na tej točki, kjer smo danes, bo pa treba tudi malo širšo sliko kdaj pogledati. Pa veš, da si bo moja prva ženska, ki tole zelo govori, takole na glas. Mislim, je več, po moje jih ni, to si kar pogumno zelo. Ja, drugače sem zelo. Te moram pohvaliti. Po moje bom dobila spet kakšen tako. Hvala Bogu. Kaj se ti greš? Ne, zanimivo, glej, tako si sama rekla, pa tudi če gledaš ta, pa ne zdaj, da zagovarjam idiote od moških, pa nasilneže, pa zlorabe in gor dol, od mituja, pa cancel culture in tako naprej, ampak gledaj, imaš primere, Johnny Depp je šel na sodišče, in je tam dokazal, da je nedolžen, kakorkoli, svojega denarja vreden, pa tale, ko je ta James Baldoni, Blake Lively, neka zgodba, viš, tudi ni bilo tak, je rekel, čakaj malo, zdaj pa je s tebe nazaj tožil, in razumeš, in pa še en tak primer je bil, mislim, da kaj je bila tale igralka, pizda materna, zdaj mi je z glave šla, tudi ko se je začel Me Too, so je pol dokazali, da je pa ona zlorabila nekega učenca tam, a veš, pa hočem reči, veš, koliko je takih primerov? Koliko je šlo to v to smer, da se pač moške pribije na križ, na vse možne načine, ti pa zdaj tu razkrivaš neko kontrazgodbo, Veš kaj, jaz sem frenda, Ja. ki je imel res psihopatko žensko. Ampak res tako, mislim, res tako, jaz sem žrtev, jaz sem najbolj boga, jaz sem to, jaz sem uno, jaz sem tretje, bla, 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 bla. In je enkrat cel stanovanje razmetala, on je prišel domov in ona neka ne bova šla na razen, on je rekel, ja bova, ne bova. In je takole ruknil v steno in je ona policijo poklicala in je rekel, udaril me. In so prišli policaji in on rekel, jaz se nje nisem dotaknil. Je rekel, plačal boste kazen. Je rekel, nisem, jaz moram to dokazati. Je rekel, ne boste mogli to dokazati, plačite pa se. Mislim, dotlej smo prišli, ker jaz si recimo ne predstavljam, bi kaj tazga mojemu naredila. Mislim, pa se nismo, se smo frendi, da se skrb živa, se sva par, mislim, meni je to tako, ne razumem tega. Hočeš reči, da v tem tvojem raziskovalnem novinarstvu in temu delu si prišla do zaključka, da so tudi ženske vredne svojega denarja, če rečem. Ja, absolutno, pa sej ne sem... Pa si bila presenečena? Ne gre sam za raziskovalno delo, pa če pustiva novinarstvo čisto ob strani, ampak tudi za to, kaj recimo jaz opažam, tako nasplošno, da smo ženske tudi znamo biti zelo problematično. Zakaj se pa vedno spostavlja kontra-zgodbe? To je tisto, kar mene zanima. Zakaj se to dela? Zakaj se to počne? Pa zakaj je recimo vedno, ne glede na to, kakšna je zgodba pred sodiščem, pred CSD-jem, kjerkoli že, je pač vedno najbolj primeren starš mati, ne glede na to, kaj počne tem otrokom. Mislim, kje smo mi kot družba? Kaj bomo mi naredili zdaj, mislim, a bomo mi nekomu otroku uničili življenje zaradi tega, ker pač se bolj spodob, da je z mamo. Mislim, to je tisto, kjer smo resnično smo zašli in jaz resnično upam, da se bo v tej naši državi nekaj spremenilo, da se bo ta sistem malo prevetril kot prvo, in da se bojo tle kakšni koraki naprej naredili. Zaradi tega, ker res je en kup enih tragedij, ki se jih pomete pod preprogo in No, zdaj te to vprašam, res da Ivan Tavčar je pred mnogimi leti že dejal, da nam je ljubezen vsemu pogubo, ampak temu ni tako načeloma, načeloma je ljubezen krasna stvar, čudovita stvar, Zdaj govorim svojih izkušenj, ker je noro fajn, ampak to me je bilo vedno grozno, se dva zaljubita, pa sta srečna, pa sta si vse, pa postaneta pa smrtna sovražnika. Pa pustimo zdaj dva, govorim tako, ko gledaš, kak tak, veš, če džboni ima eno stvar, ko činim pravo stvar, sve smo radili v dvoje, onda vse je išlo, ampak tako gledaš, kaj se to po tvoje zgodi, pizda spari, pa se imajo mogoče res iskreno radi, niso šli zaradi koristoljubja skupaj, zaradi nekaj, so šli res skupaj, so se res zaljubili, pa se pa pri veliki večini pizdarija, to je procent raste, skegla do te mere
da rata ali toksično, totalno, ali pa res smrtna sovražnika, ko bi se postrelila. Ja. 2 leti nazaj sta bila pa najbolj zaljubljen par na svetu. Zakaj meniš, da se odnos čez čas v velikih primerov sesuje in kaj narediti, da se ne? Kak je tvoj pogled na to? Jaz mislim, da se sesuje iz ene preproste stvari, oziroma stvari, ki bi mogla biti preprosta, in sicer neискrenosti. Neiskrenost na začetku. Ne? Recimo iz svoje izkušnje lahko povem, da sem bila v prejšnjih zvezah zelo neiskrena. Zaradi tega, ker je bilo mene sram realnosti. A ne? V zadnjo zvezo, ko sem šla pa s 1000% odprtimi kartami in sem si že v začetku rekla, ma se ni nor, da bo to, da mu bo to kul. Ampak vseeno mu je bilo, pač je vse to sprejelo. Čak, zdaj imaš ga še, ali ga nimaš? Ja, seveda. Še srečna? Ja. Zakaj si pa skrivala prej? Kaj si se bala, da bo rekli? Točno to, a veš, nekoga pridobiti z lažjo ali pa s prekrivanjem. No, sem čez čas, pa ne moreš blefirati. Exactly. No in pol, kaj se čez čas zgodi? Ja. Poznam primer, kjer je na prvem dejtu mu rekla, da ima diplomo. Ja. On doma firmo in ga je njegov foter zaposlil v firmi. In čez 7 let rekel, čau, prinese diplomo za zaposlitev v firmi in je ne imela. A ne kaj pol? A veš, mislim, če mi je 7 let lagala za eno tako stvar, kaj vse. In pol, tle se začne po odnosi krhati. To misliš, da je fora? Neiskrenost, kaj? Absolutno. Da grejo vsi ti ljudje, ki se čez čas začnejo sovražiti, da niso šli za čisto dušo v zvezo. Kaj? To želiš povedati? S čisto dušo ali pa s tem prikrivanjem. Jaz se tudi spomnim, recimo, mojega otroštva. Moja mama je zelo skrivala, da je šla k psihiatru. Recimo. Še sem bila stara 5 let. Ja, kaj pred očetom je skrivala? Pred očimom. 5 let sem imela in sem bila tako, ti si bila početi pri psihiatru. Ne, pri zdravniku sem bila, nekaj bi vam zraven. In začutiš to, a veš, mislim, čekajmo, kva zdaj tle skrivamo. Mislim, jaz od včeraj, sem 5 let, ampak tako, mislim, te stvari, mislim, ker za iskrenost moraš imeti ful jajc. Zelo veliko jajca. Ker ženske pa imamo to, recimo, da mislimo, da imamo ene čarobne palčke. In ko on reče, veš, jaz pa mogoče nisem za resno zvezo, smo pa imeli tako, še. Ampak zelo zanimiv fenomen je pa ta, da recimo tipka reče, da ni za resno zvezo, se pol s to žensko, kjer je to rekel, ne bo nikoli ustalil. Nikoli. Ampak se pa zna zgoditi, da bo v vmesnem času najdel slučajno eno, ki bo z njo šel v resno zvezo. Mislim, in pol, a veš, Milivojevič je enkrat zelo dobro rekel, da bi mogli iti v bistvu v zvezo tako, kot za eno pogodbo, ko najameš stanovanje. Da si pač dobiš na kavi in rečeš, okej, si želiš dolgoročne zveze? Ja, okej, super, tle so skupaj, si želiš otrok? Ne, nočeš, okej, v redu, pa lepo te je bilo spoznati in srečno pot. Ker tudi problem ženske, recimo, in moških konc koncev, da si en želi otroke, drug pa ne. In se kao oba strinjata, da nočeta imeti otrok, zato ker ona ali pa on misli, da se si bo premislil ali pa premislila, pol čez leta. Neiskrenost je ena taka. Sam je pa res, da tudi mislim skozi zvezo ti neke stvari, ki si jih na začetku izrekel, se potem obrnejo tudi drugače. Ja, absolutno. Itak. Mogoče, ni za vse neiskrenost, mogoče pač tisti trenutek si nekaj mislil, pa si pa skozi čas ugotovi, pa čakaj pizza, česa se kaj zbojim. To pa ne bi bilo toliko slabo. Ja, sigurno. Ampak, to je tvoja teorija. Ja, jaz mislim, da ta iskrenost je ful pomembna pri nekem razmerju. Zaradi tega, ker a veš, ljudje, ki fejkajo, oziroma včasih smo rekli, da vsi na prvem dejtu lažemo. Da sem jaz ful dolg imela joke, da vsi na prvem dejtu lažemo, pa rad imam mačke, pa tako naprej, ampak no, jaz imam rad vse. V bistvu je to res. Grejo mačke na kurac. Meni isto, jaz sem tudi pasična. Ja. Ampak tako, je pa,
v bistvu res fejkamo tiste prve mesece. Pa tako, pa že sam to, če pogledaš, da ženska mora biti vedno na make-upana, nikoli ne bo v prvih mesecih, recimo, brez ličil in tako. In jaz mislim, da se takrat zgodi te pomembni premiki, ki človek pač ali noče več lagati, ali pa ne more. In pa pomembna stvar je tudi ta, da ke mahajo rdeče zastavice na začetku, smo ponavadi vsi tako držimo. Pa se ni tako grozen, pa se ni tako. Ampak jaz sem v bistvu ugotovila, da sem res že recimo prav-bivšem, so res tako mahale zastavice konstantno, ampak jaz sem tako, ne, on je ful v redu. Je pač ta del, da enostavno je treba včasih realno sprejeti in reči, pač, ok, tole pa meni ne potegne in ne bo šlo. Tako, no. Ker jaz gledam te zastavice, ko si omenila, viš, jaz pa recimo nisem nikoli imel nekih pravil, Jaz sem spontano šel v zgodbo, in nihče ni popoln, In moja teorija je bila vedno, da se ti more zelo hitro v zvezi zgoditi čim več situacij, ki ti človeka res poznaš. Torej, ne zdaj prvo leto samo met lizati. Ne bo en hud krek, ne bo ampak ne zgodi se vsakmu nekaj slabega v lifeu, da bi to preveril, ampak ne se zgodi neka pizdarija, neko sranje, da vidiš, da bo ta tep ob strani stal. Pa ne vem, zdaj mora vsak zboleti prvo leto. Ampak ne, ali pa ne vem, nekaj se zgodi. Da greš čez drek. Da nekaj vidiš, stal mi je v strani, pizda, pa me je kombi 2 meseca poznal. Pa ni slab, pa kontra, ne vem, si nekaj zbolel, pizda, ni rekla, pa ne vem, si izgubil službo, na pamet govorim. Bila je z mano, bil je z mano. Se mi zdi, da to je mogoče en dober test, in če boš prvo leto to turbulenco preživel, pizda, po moje boš pol shendlo zvezo. Mogoče je to problem, da se te zveze, ki grejo res na razen, te turbulence pridejo kasneje in prva, ko pride, začne se zadeva rušiti. Ne vem, tako razmišljam, mogoče nimam prav. Ampak res se sprašujem, ko si prej res omenila to, še vedno ta odgovor večni, zakaj gre toliko zvez, na razen dober iskrenost, razumem vse, se strinjam s tabo v celoti. Ampak žalostno je to. Žalostno je, če ti nekoga znaš njega zaljubiš, pizda, zakaj gre to v kurac? Pa gre. Gre. Dobro, imaš tudi zveze, ki so bolj prijatelji še naprej. Nobene panike, ampak kurva, da si jo imel rad, ona tebe zabija pa za tavo. Pa ista oseba. Ista oseba. Pa ni nuditi kaj hudega naredila. Enostavno ti gre na kurac in bi jo ubil, pizda. In nismo ljudje hecni narejeni, zato pa je res to nekega iskanje Mr. Right, pravega iščem, pa ni več dobrih moških, ni več fajnih žensk, ampak to vedno izhajaš iz trenutne situacije. Če si žalostna, so ti vse babe brezvezne, če si žalostna, ti grejo vsi tipi na kurac, vsi isti. Ampak res je zanimivo, ta ključ za uspešno zvezo je pa po tvoje kaj, da odpreš dušo prvi dan, na zmeni, ko rečeš, takle tule so moji minusi, zdaj pa shendli pizdati mater. Zdaj pretiravati ni treba, Ampak jaz mislim tudi, da neka zveza, da je fajn, oziroma da je zdravo za zvezo, da se rodi iz prijateljstva. A veš tako, v smislu, ne da zva zdaj pač prvo 5 let frenda, ampak tako, v smislu, da se prvo da spoznavaš človeka, da vidiš, kakšen je, pa dela to, pa dela uno, ok, v redu. Ljubezen na prvi pogled ni vredno, kaj? Ampak je lahko še vseeno, jaz mislim, da sem se zaljubila na prvi pogled, ampak... Pa si se nafukala? Ne, ampak sem vseeno imela ta ful počasen tempo, Kar ni slabo, Ja. Je pa res, veš, tudi, da se zaljubiš kot mulc ali kot zrel moški ali kontra. Itak. Ker če si ti zaljubiš po 50, boš tudi malo bolj to znal spoštovati, malo bolj boš znal ceniti, malo bolj boš odgovorno pristopil k zdaj, kot si nek mulc, pa te boli kurat, reči, jih je še milijon, kurac jih je milijon. Pa ne boš toliko zasanjan. A veš, in mogoče res, čeprav, veš, ljubezen na stara leta, rečem, je zelo čudovita, čeprav se je mnogi bojijo, ampak ko se ti zgodi, jo res ceniš in res poskrbiš, da ne gre k vragu. In če te vprašam še naprej, predno bova skošla iz teh odnosov, če te v seks vprašam, kak je pa to, ker jaz imam pa tu teorijo, da je to en izmed glavnih razlogov, zakaj gre zveze v kurac. Sigurno je lahko eden izmed razlogov. In veš kaj, mi je bilo pa vedno, mislim, tako moram reči, da
Jaz, ko sem spoznala mojega zdajšnjega partnerja, meni on, kaj je dal prvič roko, jaz sem bila tako, on je pa ful, tako, vse je, a ne, to se mi je v glavi zgodilo. Ampak sem bila pa v tistem obdobju ful proti tipom, tako pač, kurci stran, vse stran, jaz bom vse sama, a ne, tako pač. Pač tako res je bilo, res sem bila ful nastrojena proti tipom, ker sem jo pač res zjebala. In jaz sem njega spoznala, mi je bilo tako res ful všeč in mi da se pol se ful družila, mislim, poslovno sva sodelovala takrat, ampak sta se ful družila, ful tako kavica gor, kavica dol, deva se to pogovarjati, ono pogovarjati, deva to posneti, ono gor dol. In to je trajalo 3 mesece, recimo. In pa sem bila že tako, fuck, ne, kaj se bo zdaj zgodilo, ne, kaj če mi ne bo všeč ta prvi stik z njim, tako, ali poljubi, ali seks sama, ne, mislim, pol, to brez veze, ne. In meni se zdi ful pomembno, da je sigurno, zagotovo, da je spolnost v nekem odnosu, v zdravem partnerskem odnosu, pač mora biti in mora biti dobra. In to, ko si rekel, da gre veliko parov, zaradi tega narazen, siguran, da gre. Ampak ne bi rekla, da je to edini razlog. Siguran ne. Ti mi povedal, kaj je fora, kako jaz razmišljam, ne? Sam predpogoj, da tako razmišljaš, je, da imaš dober seks. Ne? Ja. Če nimaš dobrega seksa, pa ne boš tako razmišljal. Ne? Ja. Ampak fora je v tem, ne govorimo midva v seksu kot telovadbi, potrebi samo. Midva govorimo v seksu kot intimi, iskrenosti, zbližanju, poželenju, biti zaželen. Ne? In ti greš v zvezo, super, fino, fajn, to pa ne štima tako bi moralo. Ja. Verjemi ti meni, ti boš nesrečen. Seveda, seveda. In hočem to reči, no, če smem še to. Ampak ljudje ostanejo. Sej, bože, sej pa nismo zdaj vsi porno zvezde, pa gor dol. Ja, ne rabiš biti porno zvezde, jaz govorim o privlačnosti med dvema. Ja. Ne? In če to ne štima, ne, verjemi mi, da zveza bo šla slej ko prej vragu, ali bo nekdo začel varati, gor dol, ko se to razve, veš, kakvi problemi so, ljudje se pobijajo med sabo, ne? In jaz vedno dam na svet ljudem, ne? Najdite si partnerja, s katerim je seks briljanten. Ja. Ne mi reči, jaz imam pa ljubico za to. Ne, z ženo mej to pizda, kar sanjaš druge. Če nimaš, ni za tebe. Stari, jebi se, sorry, ni za tebe. In kontra isto. Ja, pa sej fajn, sam seks, pa sej enkrat na 2 meseca, pa sej dober, eni še pa to ne, pa kakvi stavki so to pizda, ne? Razumeš, ne? In tukaj gledam, ne? To sem že razlagal v parih podcastih in ustrajam pri tem, da če to štima, ne, je znatno manj prepirov, znatno manj slabe vole, znatno več nasmeha, znatno več fajnih stvari, ker tako sem rekel, ni seks samo perverzija, potreba, ampak intima, ja. Predstavljaj si, kako se počuti ženska, ki čuti, da si jo moški želi non-stop, da jo gleda kot boginjo, pizda. Ker moški, ženska misli, kao vse je na njej narobe, moški, ki ljubi, nič ne vidi. Njemu je ona najlepša pizda, materno, kako si fuke, kot da me tako gleda. Pa če si pa tako fajn, recimo, ne veš, ne? Pa se kontra isti. Zdaj drdiš pizda, da ima pa še na to vprašanje za 20-30 kil, ne? Res je, in hočem to reči, ne? In ta privlačnost pizda med dvema, ne? Da se imata res rada, res fajn, ta intima je benti, da to štima tako mora, jaz sem prepričan, je benti, da veze ne bi šle tako narazen, kot grejo. Ker zakaj grejo veze narazen? Ker se nekdo zagledal nekoga tudi velikokrat, pa skoči čez plot, pa mu je tam boljš, pa še bolj zanemarja doma. Ne? In te vprašam na tem mestu, ne? Kdo misliš, da je kriv tu bolj? Moški, ženski ali oba? Da ima toliko parov dejansko leta 2026, ko bi moglo to biti že vse razčiščeno, problemov razen prav v spolnosti in milijon novih nekih tečajev je, pa učnih ur za pare, pa za moške. Ne? Pa se čujem, kaj ste se zmešani, pizda. Leta 2026 morate učiti ljudi, kako se seksa. To smo že v 70 pa 60 letih vzeli. Kje smo tu, no? Kdo je tu? Kdo je tu zašel? Kaj je krivo? Da spolnost med pari, pa ne vi kimati, pa biti pametni, ko vem, da vam ne štima, jebite se ko vas vidim, da vam ne štima, vidim vas. Ne? Zakaj je problem tu? No? Kje tu pari zgrešijo? Kaj meniš ti? A se strinjaš z mano? Ne vem, lahko da se ne strinjaš. Ja, v neki meri bi pa mogoče dodala tle, da ni nujno, da je ti
prvi seks ful briljanten. Se ne rabi biti, ne, prvi ne, sam... Ker ponavadi je prvi zmer ful cringe. Lahko je slab, samo privlačnost. Ja. In tudi ne, tam iskrenost. Ja, Ker nekateri recimo, poznam primere, ki imajo recimo doma družine, pa se ful prikazujejo, smo ful happy family, v zadju pa so neki neizrečeni, nepotešeni ali fetiši ali neka privlačnost do drugega spola in tako naprej. To sem ti pregovoril. In se pol dogajajo razne stvari. Tle je spet ta iskrenost. Mislim, kaj si želiš? Povej, če ti bo rekla, fuck, ni za tebe, stari, sorry. Exactly. Stari, sorry, pizda. Res sorry. je to. Reč, hočem posli še enega moškega, ti me boš gledala, jaz bom z njim. Če ti to pa že povej, pizda. Sorry. Uprosti, ne? Pa to hočem reči, zakaj pa ljudje se bojijo povedati? Kaj, da bo kontra stran rekla, fuck? Jaz mislim, da zaradi tega, ja. Zaradi tega, ker se sramujejo nekih določenih svojih fantazij. In jaz mislim, da neke fantazije ima vsak, mislim, se smo še vse ljudje, ampak mislim pa, da te, ki jih pač ne živijo na tak in drugačen način, gre pa lahko bolj to v razne hude ekstreme. No, pa smo pri seksu. Sem ti rekel, da je pomemben, pa mi nisi verjela. Absolutno, da je, itak da je. No, pa zakaj recimo se pa oženiš ali greš z nekom v zvezo, če mu ne upaš piste povedati, kaj ti paše? Tega jaz ne razumem. Ja, tega tudi jaz ne razumem. Kaj je pol fora intime z ljubljeno osebo? A veš, ko sem bila mlajša, ko sem bila najstnica, sem pri enem fantu res tako vse te njegove fore sprejela, pa mi ni bilo cool, res mi ni bilo cool. Ne, se ne rabiš ti sprejeti. Ja, ne, valjda, da ne. Rabiš jih vedeti. Pa da so ti cool. Ja, vidiš, kje si. Ampak pol sem si pa rekla, mislim, ne, valjda, da ne bom, jaz bom pač povedala, kaj mi je cool in če so si približno na istem, Ok, če ne, pa pač ne moreš, mislim, pač nek BDSM, pa neke fore pač niso, Mogoče nekomu je. Pa kaj boš, da te boli, da te en tovče, da vse boli, da pizda. Vredo je. Mogoče nekomu so, a veš, pa nekomu so cool, pa pač mu to dogaja, ampak jaz ne morem, a veš, ko so bile takrat za tega 50 Grades of... Ja, 50 kosive, Ja, tle se je pokazal, koliko ženskam primankuje neke fantazije doma. Masovno hodili v kino, pazi, pa kaj je bila fora, kaj me je motilo? Same so hodili v kino s kolegicam, ne s moškim svojim. Napaka. In fantazirala o nekem Kristjanu, ki je imel sobo z pripomočki. Mislim, meni ne bi bilo to cool, sorry. Res pa, da je on kupil helikopter. Pa vsi so bili njegovi. Če bi jo normalni udar, bi ga prijavila, pa dobro, pustimo. No pa tudi na erotičnem sejmu sem bil zelo vesel, ko sem videl, da so začeli pari hoditi. Zakaj gre moški tja sam, pa svojo zramu pizda, tudi to ona vidi, to, kaj je problem. Vse se spreminja, sam res pravim, mogoče malo preveč podarka temu delam, sam pizda, verjemi, da imam prav, ker vem kak je nesrečen človek, če mu to ne štima. Pa lahko je vse fajn, sam ti boš skozi neki filozofiral pa fantaziral, tako si ti rekla. In neuresničeni fetiši želje, to je totalna jeba. Ker gre v ekstreme pol. Ja, to je totalna jeba, pa glej, jaz tudi to pravim, si rekla, da je ta tvoj bivši, kaj bil, pa ti ni bilo, Sej, fora je tudi v tem, kako predstaviš to, če si ti mojster. Mogoče narajcaš partnerja na neki, kar si misliš, kaj zdaj z njim počnem? Pa čakaj, kurva, pa se sploh ni tako slabo. Če to znaš narediti. A veš, ampak res je pa nekaj, da tudi ženske imajo ogromno teh skritih želja, mislim, da so samo moški frajeri, kura, ženske so še bolj, vi ne vete, fantje, a veš, pa tudi bojijo se povedati. Ker je bo gledal kot kurbo, kot ne vem, prasico, kot porno zvezdo, kar pa ona ne sme biti. To je napaka, Ja, seveda, da je. Vse se tudi to spreminja, ampak jaz pravim res, če se tu ujameš, pa če je človek še drugače kurba, drži se ga, ne zajebati. Ko smo prej ugotovila, ogromno je teh toksičnih zvez, nesrečnih zgodb, ločitev, pizdari, CSD nori. Če najdeš sorodno dušo, pusti denar, pusti pizda, ne vem, neko popolnost, neko vizualizacijo, ko misliš, že moraš imeti zdaj neke filmske zveze, jebi se s tem, če ti paše nekdo, kurva, dej ga mej, pa ga pazi, varuj ga, naredi vse, da bo ostal tvoj in kontra isto. In pregovor stari, happy wife, happy life. Res je. In kdaj se ženska najbolj nasmeji? Če ima vsak dan orgazm, pizda, kaj ti ne rečem? Pa kaj ti ne rečem, samo mene zdaj jezik boli, imam problem, pa pustimo. Glej,
kakorkoli kaja in preko smo imeli tudi kilograme. Vem, to je nek tvoj večni problem. Zanima se, imela prej še ful več kil, ko jih ima zdaj ali kakorkoli, ampak zakaj meniš, no? Ker res pa gledam, ženske so kar konkretne, pa so samozavestne v pizdo materno. Gre ven, to se je tudi majco, kurba, razumeš, ono, boli me kurac, en gor, imaš pa eno, pa se malo zredi, kurba se počuti, kot da ima 800 kil, pa ne upa iti ven. Kaj je fora tega? Zakaj ene kilograme znajo shendlati, ene pa ne? Jaz sem bila tudi zadnjič presenečena, bila sem z eno znanko, ki je tudi recimo res velik skrb in je bila ful samozavestna v svojem telesu, ne? Ker jaz skozi skrivam. Jaz skozi skrivam in jaz, če bilo, bi tam vse polštre nase dala. Tole ne gre dol, veš? To drži se polštre, roke dobre. Vse, a ne, meni je pač neprijetno. Ne? In jaz sem ful, konstantno imam neke misli. A še kar to te jebe, še kar? Ja, ampak sem recimo zgubila se skrb 42 kil, ampak zdaj jih še moram, rada bi jih še 30. No. Ampak, a veš, pa še zmer sem tako, fak, pa to, pa uno, pa kak zdaj. Jaz sem vedno bila pač tako, moram oblekce nositi, legice pa oblekce, da vse zakrijem. Pa ko vidim kakšno žensko, ki je recimo malo bolj močna, pa je tako, ne vem, jaz sanjam o dnevu, ko si bom oblekla hlače pa majico in mi bo kul. A veš, to mi ono res, to sanjam ta dan. In pol vidim kakšno tako žensko in se tako, fak, kjera kraljica, pač ti, tepe vsem, pač ti se... Ne, to je tudi ena stvar, ki smo naredili ljudem. Sprav, kaj ta miže, body shaming, zmerjanje, norčevanje, posmehovanje. Itak, sigurno, ne, mislim, se je ogromno enih motenj hranjenja zaradi tega, zaradi body shaminga, ogromno je enih tudi duševnih težav, no, res hudih težav, no, ki jih imajo ženske in moški konec koncev. In jaz mislim, da tle kot družba bi mogli spregovoriti o nekih zadevah. Jaz pač sem ful proti temu, da debelost sprejmemo kot nekaj normalnega, pač ker to ni. Zame pač tudi ni lepo, kar se tiče zdravja, je pa pač tako ful slabo, Mislim, pa tudi težko me kdo prepriča v to, da je debel človek srečen, Ker meni je ful težko. Mislim, meni je bilo 40 kilami še veliko težje, kot mi je danes, ampak še danes mi je ful težko. A veš, mislim, meni je težko recimo iti na plažo. Težko mi je recimo se obleči za službo, ker nisem zihar, kak mi to stoji, kak mi uno stoji. Pa kaj bi že bil ful, kaj se norce s tebe dela, imaš občutek? Pač enostavno ne vem pač, a veš, ampak enostavno meni je pač, ali pa roke moram zakriti, nujno, pa to moram vse zakriti. A veš, s čim se moram jaz vse na dnevni bazi ukvarjati, Mislim, to katastrofalne misli, Recimo nekateri se s tem mogoče ne ukvarjajo, ampak meni se zdi ful pomembno, da se človek, predvsem je pomembno, da se človek v svojem telesu dobro počuti. Ne glede na to, kaj to pomeni. Vse ostalo je pa pol za zdravje. Sam pogled, če smemo skočiti, si ga predstavljali foro, se pravi, si nesrečna, ko si pač bolj okrogla. Shujšaš, pa si pa spet nesrečna, ker trpiš skozi, ker ne smeš jesti. Ker se skozi jebeš, ker si skozi lačen. Lahko meni nutricisti tule filozofirajo. Sorry. Če hočeš biti suh, boš lačen. Pika. Ja, pa imamo te izdelke, pa jebi se ti z izdelki, če bi jaz milko jedel, pizdati matna, razumeš? To je pa klej. Jaz vse tu gledam, jaz tudi niham, veš? Jaz imam enkrat pizdam 80 kg, pa jih imam nazaj 100, pa spet 80, jaz se 20 kg redim. Sem si skušal ful, ne? Ne, zdaj nisem, zdaj sem se zredil, mogoče se mi ne vidi. Jaz sem imel 20 kg manj za nov let skoraj. A res? Ja, tule se meni nabere. Zdaj imam tako široko streč, me pol osko, če bi bil suh. Ampak hočem reči, ampak jaz sem trpel, ko sem suh, pa trpim zdaj, ko sem se zredil. Ko sem suh, sem lačen kot prasec, ko se zredim, sem jezen, ker mi neč ni prav. Imam srečo, da sem velik. Se pravi, to razmišlji, se pravi, kaj, zdaj bo zgubila, ne vem, 50 kg, boš bolj srečna. Ja, oblekla boš to, ampak nič, pusti to, nič ne, lahko boš jedla, ampak samo malo. Veš kaj, fora je, da nekega, mislim, fora je v tem, da pri meni je bila pač res fora, da jaz sem se lahko na trpalnice postavljala, pa na luno bila skakala, pa nazaj, pa nisem mogla nič zgubiti.
Ja, pa si očitno jedla. Ne, Tako, se to mi držala ne govori. vsega. Ne, kalorijski deficit. Ja. Kaj, ne govori. No, pol sem odkril, da imam, že predtem sem ugotovil, da imam PCOS. Ne, ok. Ni ta fora. Mislim, to je čas fora, pa pol sem tako krivični, pa je res problem. No, kaj imaš? Ne, PCOS, policistični jajčniki. Tudi, ampak policistični jajčniki. In recimo primer, meni se je tudi na vratu blazno delal flek, čez cel vrat, tak rjav flek, ampak tako od enega mojega 15 leta naprej. Tako, da imaš, a veš, ka imaš bižuterijo, mi rečemo, tak nakitke, pač ni ne zlatno srebr, ampak je neko sranje in se ti naredi pač okola, ne. No, jaz sem imela to skozi na vratu. In seveda naše zdravstvo tega pregleda pač, oziroma te laboratorijske preiskave pač niso vključene, moraš pač iti samo plačniško, da ti preverijo inzulin in HOMA indeks. Pa seveda sladkor, pa ta 3-mesečni sladkor itd. In smo ugotovili, da imam jaz inzulina blazno pač preveč in posledica PCOS-a, no tako, in da se pač moje telo blazno matra, da uravnava sladkor. So bile pol neke zdravstvene fore še od zadnjih? Ja, dejansko so bile. Ja. In takrat je pa mene tako, a veš kaj, takrat sem si pa ful odahnila, takrat sem pa tako, super, obstaja šansa, da se nekaj spremeni. Ne? Je možnost, da je nekaj drugače, da nekaj dosežem. Nekaj, veš, eni ljudje rečejo, ne, se pa nič ne jem, pa poje pizza škatlo rašidov. Ne, jaz sem... Stari, to je 2500 kalorij. Ja, ampak, a veš, slikala vsak dan, ne, stehtala vsako stvar, ne, res, 2 zdravnici sem imela najeti in sta mi delala jedilnike in tako, in full all in smo šli v to in... Pol šele počas, ko smo ugotovili, kva je fora, pa na kjere preglede sploh moramo imeti, pa kva je treba pogledati. Tako da v bistvu mene je ta PCOS čist Veš kaj, pri meni pa ta jeba, ne, ker samo s hrano večino časa hujšam. Zdaj pa, če ti ne spremeniš lifestyle, torej da radaš kar nekaj športnik, da se gibaš, boš ti skozi suh, ne? Kurac, če ti sam s hrano, moraš pa skozi paziti. Imaš tiste pofukane kalorije, razumeš, se pravi, ne vem, Jurija 500 hujšanje, 2500 zdrževanje, na tem goj greš v kurac. Ampak jaz kreten se ostavim, ko imam 20 več, ne, ko imam 3 več, ne, ker sem pač, ampak problem je res, ne se pravi, ampak, ne, gledam pol tebe, če gledaš, ne, zdaj, ne, ko si razlagal te kile pa to, ne, ampak, zdaj gledam, menim porno industrijo, recimo, ne, ti imaš zvezde pornografije BBV, torej big, kaj ti beautiful. Ne vem. No, kakorkoli, ne, v glavnem, torej bolj so okrogle, bolj so zvezde, ne, ker eni moški na to padajo in so nori. To je tudi na TikToku popularen, pa na Instagramu. Pa ta Ashley Graham, ki zdaj si se skušala, ne, super size model, pazi, ona je imela sledilcev vsega pizda glejo, ne. In tudi gledam te porno igralke, nekatere, ko so znane, potem ta, pa kakaj, BBV, nekaj, čakaj, big, prvi slišam, ne vem. BBV, zakaj pomeni, big, black. Ne vem. Bigfoot mama. Ne, pogledamo kakorkoli, ne, in je cela industrija. Ja, seveda. Okrogle ženske, ki jih ljudje obožujejo. Pa veš, koliko je tega na Instagramu? Ja, no. Pač ogromno je tega na Instagramu. Ne, pač meni ni cool, da sem jaz debela. Ti bi rada bila kaj suha, pizda. Jaz bi rada bila prenglih, tako, pač glih prav. Ne, suha. Si black daj? Ja, valjda. Res, in to še, dejansko sem že delala takrat v medijih, na RTV sem delala, ker sem bila res tako pizda huda, no. Ja, koliko si stara, ki sploh? 29 sem bila v torek. V torek? Ja. Čestitam. No, v glavnem, in mi je pač tako, do tam bi rada prišla, ne, ampak jaz sem imela ful težavo itak s čustvenim prenajedanjem, ne, pa pol z depresijo, pa antidepresijo, pa vse to, kar je pač prevedel, pač pol itak do te teže, ampak da pa meni en reče, ej, Kaja, ti pa boš zdaj služila na tem, ker si pač bolj okrogla. Ne, hvala, pač zaradi tega, ker... Boš OnlyFans odpred. Ne! Taklek, da tule sediš, ne boš služila. Ne, pač... boš pa služila. Ne, zaradi tega, ker se jaz dobro počutam. A veš, ker vem, kak mi je bilo težko, pač že 20 kg nazaj, recimo, kak mi je bilo težko si zavezati čevlje,
Ko se treba skloniti, ne? Ja, karkoli v zvezi s tem, koliko sem bila zadihana, ko smo mogli kam iti, ker nisem mogla fucking 500 metrov narediti, tam sem mislila, da bom dol padla, da že šibam, ni da ni, a veš, mislim, in tle neke korake naprej delati, no, in pač meni to ni in sem ful proti temu, da se debelost normalizira, ja. Da se promovira kot nekaj, kar moramo sprejeti. Ja, ne paše pa ti, če kdo reče, gled to debelo prasico na Facebooku gor. To je pa body shaming. Kje smo zdaj tu? Body shaming. Zdaj si kontriraš, pizda. Veš kaj, to je pa spet body shaming je kriv, ampak ne smemo pa znormalizirati. Da moraš šistiti za to. Ja, to je pa točno ta situacija, ki je meni tako. A veš, mislim, napisati nekomu neke ogavne komentarje, pa ne vem, si grda, si debela, si whatever že. Ja, debela zdaj je že kar žaljivka, moraš reči, da si okrogla, da si malo močnejše postave. 15 let nazaj si bil debel, zdaj si močnejše postave. Ne? Človek, ki ima malo preveč kil, pa ki se recimo drži tako pukles, ki se jaz v tem trenutku, ali pa hoče biti cel pokrit, kot jaz. Zdaj veste zakaj. A veš, mislim, je pač definitivno ni zadovoljen sam sabo in ga pač tak komentar lahko rukne v hudo pizdarijo. In tako, kot sem že prej rekla, ljudje smo ljudem največji sovražniki. In koliko imamo res enih duševnih stisk, anksioznosti, težav, motenj hranjenja, ki se razvijajo točno iz teh komentarjev in tako naprej. Jaz recimo vidim, da je kakšen tak komentar, pa si rečem danes, si rečem, ja, sam veš, kaj vse sem mogla narediti, da sem do tle prišla. Koliko enega sranja, koliko enih dohtarjev zamenjati, koliko enih jedilnikov, koliko tam dohtarje, kunem dohtarju, tole narediti, trening tam, 5000 korakov, pa 7000 korakov na dan. Mislim, si pa rečem, ti pa niti profil ne nimaš, sploh ne vem, kdo si. A veš, in se vedno spomnim na enega mojega sodelavca bivšega, ki je bil blazno nesrečen v svojem življenju. Blazno nesrečen. In je imel en profil na Facebooku, ki ni bil ime pa priimek, ampak pač vsi smo ga poznali pod onim profilom, ker si vedno pač tam pisali. Vedno smo si pač prek tistega profila pisali. In on je vedno tako grozovite stvari komentiral. Pod razne članke. Iz sebe izhajaš, pri komentarjih. Marsikaj je pač tako grozovite, da smo mu na koncu vzeli ta profil, ker je bilo res pač ko, ne vem, ubij se, ne vem, crkan, kakaj si, ampak jaz sem ful brez filtra, drugače si ga vprašala, stari, kaj tebi ni jasno, jaz sem videla, kaj ti komentiraš, mislim, kaj tebi, pa jaz to tako malo, mislim, kaj se stava, ti si star, ne vem, 50 let človek, kaj ti ni jasen? Ja, okej, živiš z mamo, nisi zadovoljen s plačo, pa če imaš težave, finančne, takšne, drugačne, pa stari, da se spravskam. Zato jaz, kar si jaz želim, je pač to, da se nehamo skrivati, oziroma, kaj naredimo s tem komentarjem, Nekoga potlačimo zato, da sebe dvignemo. To je pač edini cilj. Ker jaz se spomnim, je bil dobra učna ura, to, kar ti povedal, sam v bistvu lahko pol tebe toš, to je bila jeba. Mislim, da sem imel podcast Niko Podakar, ki ima tega body shaminga 100 na uro, tudi ker zgleda bolj po moško se oblači, tudi ni glih najbolj suha. In so začeli In pol jaz parkrat kliknem gor na te, ki so bili najbolj glasni. Čakaj, stara, ti ne zgledaš glih pizda, ko šaliste rom, Čakaj, zdaj ni najbolj, pa ti pa nisi glih Brad Pitt, ko ti kurba sučeš gobec, Čakaj, In pol si vzamem cajt, pa ne 3 pobernem ven, izpostavim, dam njihove slike, go rečem, evo, tega frajera, to je ta, ampak kaj je fora, ti to ne smeš narediti. Ti si njegovo sliko objavil, če bi on imel dobrega odvetnika, bi te lahko tožil. Kar je on tam pisal, ti si pa brez dovoljenja objavil njegovo sliko. Ampak še kaj je bilo meni bolj hudo? Nekateri so mene napadli, isto, ko pa se ti zdaj greš, kaj pa je postopno, pa ste vi fukeni malo. To je učna ura tega, da nekdo na lastni koži vidi, kak pa je, če njega nabiješ na kurac, dela se pa norca z teh, kurba, tale pa res, kaj pa ta čveka, ampak hočem reči,
Kako je pa ena me pol celo začela groziti, da ne odmaknem sliko od njene mame, kaj se grem. Sem rekel, povejte svoje mame, kako se ona obnaša v komentarjih. Ja, to pa ni več vaš problem, kot sem rekla, odmaknite sliko, če ne boste imeli posledice. Smo rekel, kurbarija, ko zdaj pa vprašam neki odvetnike, so rekli, da res, ne. Ampak hočem reči, ne, bilo je ful dobro. Rekel, vidiš, kak je fajn, ko te nekdo nabije nekam, ne, dobro, zdaj meni kdo napiše, da rečem, stari lep, pri meni s temi forami, ker se vam začetnega, odjebi, mene ne boš s tem jebo, ne moreš me jebati, to pozabi, ne. Ampak hočem reči, ne, Brad Pitt ne bo nikoli Tomu Cruiseu napisal, stari, ful si grd, ne. Ne. Napisal ti bo en kurba, ko zgleda sam, zdaj v bistvu body shame imam jaz druge, ampak res, nekdo, ki je nesram, pa ga greš res pogledati, misliš, pa čaki, pa stari, pa kako si upaš ti soditi v izgledu, pa poglej se v gledalo, pisati mater in pa tako si ti rekla, s tem, ko to napišeš, ti sebe dvigneš gor in zdaj zdaj pa jaz. Ja, in to je ta lažen občutek in zato bi se mogli začeti kot družba pogovarjati. A veš, ko smo Slovenci narejeni, da je treba vse skrivati. Najboljši avto zunaj pred sosedi, a ne, da se vidi, ne, v bajti pa nimamo za jesti, ne, mislim, pogovarjati, ful bi se mogli začeti, ne vem, malo po tujini zgledovati, no, mislim, ker so res veliko bolj povezani kot narod, kot familija, mi smo familiarno, kar vsi neki skregani, pa nobenega ne more videti, pa una teta gor, pa stric dol, a ne, mislim, mi kot narod bi mogli začeti biti iskreni in se pogovarjati, govoriti o svojih stvareh, o tem, kar čutimo, o bolečini in tako naprej. In pol bi se lahko šele kot družba dejansko začeli. Prav, da vsi te, ki so zlobni v komentarjih, dejansko bi se mogli zdraviti. Bi mogli psihiatri, da bi se tam pozdravili in bili normalni. Da ful velikrat terapeuti rečejo, ne, da pridejo vedno žrtve tistih, ki bi mogli priti zares na terapijo, a ne. Kar je velikrat resnica. No. Jaz mislim, da bi vsak mogel iti na terapijo. Ne? Lahko smo pa tudi drugem velikrat terapeuti, če smo pripravljeni se na ta način odpreti. Ne? Ampak mi, Slovenci, moramo zmeraj izpadeti trdni in nam noben nič ne more in mi smo, boh ne de, da me kdo vidi, da jokam, boh ne de, a ne, mislim, ta ponos, ki ga imamo vse, ne? To je tisto, kar nas bo pokopal. Slej, ka prej, ne, se vidimo, kaj se dogaja, mislim, sej pogovarjati se, no, mislim, to je tisto, kar nam res manjka. No, pa preko smo od tvojega fanta, ko si rekel, da te ima zdaj rad, pa to od njega pa ne motijo tvoji kilogrami, ne? Veš kaj, on je z mano že z začetka, ka mene ful motijo kile, a ne, mislim, pa greš na kurat s tem, da skozi tem težiš? Ne, on me ful podpira. Ne, te podpira. Ja. Če mu vsak dan tem težiš, a veš kaj, kaj so, recimo, Ne, veš kaj, jaz sem pa že toliko dolgo, jaz sem pa že leto pa pol v tem procesu hujšanja aktivnega, da mislim, da sem se že oba ful navadila. Pač jaz sem šla res v to tako. On je drugač, on je močnejši? Ne, on je suhka prekla. No vidiš. Ne fair. No vidiš. In pač jaz, ko sem mogla res prehrano ful spremeniti, tako v smislu res uvedeti čist neke nove stvari. Mene so res učili jesti, no, dobesedno, let pa pol nazaj. In takrat je bil on brez kakršnekoli tako, da bi on imel kakšne težave. A veš, kaj jaz recimo sem od doma navajena, ker mama dve reka, bomo jedli polnozrnate testenine, pa je rekel očim, tih kar jej. On je bil tako, dej sem recepte, to mi je skuhal za oba. A ne, mislim, tako ful je pač res velika opora, no, mislim, in podpora, tako pač. On je bil tudi pripravljen neke prehranjevalne navade spremeniti, zato, ker ve, da je tudi zanj zdravo, a ne, mislim, pa nima recimo težav s težo, pa poje recimo več kaj jaz, ampak še vsejem pa je fajn, da ješ zdravo, no, da se ne sranjem ne filaš. Mene pa pač, jaz ti pa moram tako iskreno povedati, da njega niti, da jaz mislim, no, da tudi moje okolice ne motijo toliko hile, kakor mene. To je največji hec. In to je tisto, a veš, recimo, mene zaboli v dno duše, ker recimo, enkrat se spomnim, sem šla k enemu sodelavcu domov in mi je njegov fotor rekel, no, midva, ko naj je pa malo več skrb, se va pa tlele usedla, ne. Jaz sem v tistem momentu hotela iti. Mene je to tako zabolelo, a ne. In pa recimo, pa ne vem tako, a veš, take male stvari, take malenkosti, a ne. Ali pa recimo tast mi je enkrat rekel,
lepa, morate tle, ker smo nekaj prenavljali tam bajti, ko morate tle, da imeti tole, pa ne, moraš imeti tuš tak, da se lahko noter umiješ, pa sploh ti, ko te je malo več ne! Najmanjši tuš na svetu, pusti me primer jokat pa na drevo. Ne? Mislim, take stvari mene v dno duše zabolijo. Mnogi se tudi poistovetijo s tabo. Ja. In recimo, ali pa, ne, to so lahko čist majhne opaske. Recimo, meni enkrat tašča reka, sem reka, jaz pa ful velikrat hodam v to trgovino, ker sem bila ful vesela. To je bilo par mesecev nazaj. Ful sem bila vesela, ker sem bila tako, oh my god, jaz lahko kupujem končen cunje v normalni trgovini, pač, da ne rabim več vseh teh spletnih pizdarij, ampak mi je že kje prav iz normalne trgovine. Ne. In pa meni tašča tako vpraša, koliko dolgo pa že je to, ne, pa jaz povem, pa rečem jaz sem tam kupovala, takrat, ko sem bila pač res tako postavna, ne, pa mi reče, a je to bilo pa že pol dolga, ne. Ej, meni vse dol pade, razumeš, ker sem bila tako, kaj vi govorite? No, samo oni so te sprejeli takšno kot si, ne? Ja, ampak, a veš, jaz sem vedno to te vedno jebe. Sam to te bo jebal, tudi ko imela 50 kg manj. Ne. Te ne bo? Ne, prej me ni. Pa boš zadovoljna? Pa jaz mislim, da ja. A veš, svobodno se bom počutila. Okay. A veš, kad zdaj imam skozi ta občutek pri sebi, da moram se moram neki, pa enkrat recimo v službi, ja, ne. Jaz sem že ful velikrat povedala, pač za mojo bivšo službo, da jaz pač enostavno nisem tam prišla dlje, zato ker pač nisem imela manj kil. A je to bilo meni? Na RTV, ok. Ne, na radiju, ko sem naprej. Aha. In to je bilo meni v faco povedano. Kje je radio bila? Ni važno. Ok. Pustva. Pa kam pa radio veze s kilami? A je bila tudi slika? Je bila televizija polja. Pa to imaš neke teorije svoje. Ne, v faco mi je bilo povedano. To ti povedal? Ja, in takrat so pol tudi začeli veliko lepše ljudi zaposlovati in tako naprej. In mene je to blazno. Mene je to čist zabolela. Ne? In pol, recimo, prav en se res dan vrti okrog tega. Ne? Se pravi, če se mi nekaj zgodi, recimo, ok, smo imeli sodelo ko en crash, ziher bojo njej verjeli, ker je ona ful suha, pa ful lepa. Ampak, 29 let imam. Ja. Pa to je prvi stav, ki pride ven iz mene. Ker sem toliko zakompleksana zaradi teh kil. A si ti to predstavljaš? Mislim, moj cel dan se vrti okrog tega. Ne? In ta občutek svobode, ki pač si ga najbolj... Pa moraš skušati pa pika, ne? Ker si ga najbolj želim doseči, se pravi, da fuknem vse dol, pa da sem v hlačah, pa v majici, pa tako, kar normalni ljudje, in da nimam več te potrebe po nekem skrivanju, po zadekavanju. Meni se, recimo, kaj se meni zgodilo, ne, v smislu korba, ne, jaz da niham, in pač, ko imam teh svojih 80 kg, takrat se jaz počutim najbolj fajn, ker mi je vse prav, ne. Nosiš tisto, kar hočeš, ne tisto, kar lahko, ne. Pa pazi fore, pa jaz zrad se slikam, pa gor dol. Čekaj, se pa ti tako suh, se vrejo s tabo. Ja. Čakaj, ti to fucking resno pizda. Kaj je bolan? Da smo pač eno pizdarijo od leta 2019, da se mogoče malo povezati, da sem rekel, ne, matram se že let pizda, ne, ampak hočem reči, ne, se praviš, pa ni bilo vredno, ne. Ti si pa presuh, ne. Že si pa presuh, ne. Si že malo prestar, da si tak suh, ne. Viš, ne, bolj ti paše, če imaš, ne vem, 15 kg več, ne. Zredi se, ne, viš, se pravi, pizda, če bi zdaj upošteval druge, ne, rekel, čakaj, fuck, ne. Sam pa sem zaradi, tole pa ni spet ljudem všeč. In bi imel spet problem, sem mene bolj okurac, ker jaz sem se počutil briljantno. Pa hočem reči, ne, viš, ne, ljudje pa, tako si rekla, samo mi se vidimo, ne, ljudje pa to vidijo čisto drugače. Tako da si ti meni rekla, ti si zdaj ful suh, kurac, za nov let sem bil, zdaj imam pizda 15 kg več kot januarja. Kje sem ful suh, ki si slepa pizda. Ker pač ne vem, se mi ne vidi, ker imam široko srajco. Ne vidim se, ne. No, viš, ampak hočem reči, ne, po drugi strani pa še en štos, ne, tudi opažam, ne vem, objava tažen komentarjev, si lep, si najboljši, fajni, en komentar, ti imaš pa ful čuden nos. Eden od 1000, ampak tizga boš ti pogledal. Kako ti meni govoriš? 1500krat boš pogledal tizga. No, viš, ampak mislim, to je res. In se z njim ukvarjal. Ja, to je res. Fenomen je. Usune, ko te hvalijo. Ne, ta je rekel, da imam čuden nos. Aha, kurba, kaj bi te trat, ne? Ja. To mi je tudi zanimivo, kako ljudje gledajo, ne, veš, pizda, pa se še usuje par lajkov na tizgo, pa še to, jaz sem pa res velik nos, pa mogoče misliš, kaj če ta to namerno napisal, ne za res, ne, ampak tebe se to pizda dotakne, to je res hec.
čist do take. To je res hec. In to je res ena taka neverjetna psihologija. Ja, ja. Mislim, res, kako smo, ne? Ampak se pravi, ne verjameš močnejšim ženskam, da so res srečne, čeprav delujejo. Ne verjameš? No, verjamem. Itak. Ja. Mislim, se jaz pravim tako, ne? Če se počutiš v svojem telesu. Ja, pa se res počutijo dobro, blefirajo. Lahko da se, a ne, lahko da se. Zdaj, jaz mislim, da noben, kaj je debel, da se ne počuti glih najboljš. Ampak imaš 200 kil in meni trdiš, da se ful fajn počutiš. Ja, pizda ne vem. No. Jaz tudi dvomim. A veš, mislim, pol pa gremo kam pa... Pa si cel bogi. Ne? Ja, pa je pač težko bi... No, pa gled, imaš pa tudi... Ampak je pa definitivno, je pa to ena stvar, v kateri smo še zmerni, sploh Slovenci. Tlej smo pa telovati pa maj njej. Mislim, vsak primer je spet specifičen, je specifika. Bog ve, kaj se dogaja človeku v ozadju, lahko je psiha, lahko je kaj drugega. In predvsem odvisnost od hrane. To je ena najhujših stvari, ki se ti lahko v življenju zgodi. Kako biti neodvisen od hrane, če pa si odvisen od seksa, ja, pizda, če ga imam rad, kaj je odvisen od njega. Mislim, ampak veš, jest v res nekih takih, če si kdaj gledal, meni enkrat dejansko mi je zdravnik priporočil, da gledam ta 600 pounds life, a veš, 300 kg življenje, ker dejansko so neverjetno debeli te ljudje, neverjetno veliko pojejo, ampak vse, kar je njihov užitek v dnevu, je pač čista hrana. In kako težko je v bistvu, ti človeka ne moreš od hrane odrezati v popolnosti. Veš, ne moreš, a ne? Se spravim, če smem, gledam te nutriciste, pa gor dal vse kupih je, če vsak dan več, pa pa imaš puding, ki ima manj kalorij, pa zakaj moraš jesti sladoled, vzam si unga, pa imaš protein. Vem, da vse imaš. Ampak stari, tako sem ti prej rekel, jaz hočem milko z lešniki. Nočem ki je nadomestek, pa je bolj zdrav. Ne, jaz hočem svežo, belo, toplo žemlo in milko z lešniki. Ne mi ti govori, pika. In to je ta fora. Ampak da ti pač se določen strem ali pa pojesti samo eno tablico milke z lešniki. Ne celo, ampak to je kompromis. To je ta trik. Se pravi, lahko ti meni prodajaš, pa zelenjavna juha, super, zelenjavni krožnik, super, sam kaj ga ne jem, pizda, 2 leti vsak dan, je nekaj, ki ga bom ubil, ko ga bom videl. In to je ta java, tako sem ti prej rekel. Jaz vem, ko sem suh, ko sem v formi, sem žalosten, ker sem lačen skozi, pa me pa zanese, in pa začnem jesti vse živo in pa mi spet ni fajn, ker me pa vse tiši. Se pravi, nikoli ni fajn. Rabiš najdeti en balance. To pa bi naredil samo, če bi se začel športati. No, vidiš, verjemi ti meni. To je rešitev zate. No, lahko ti več poješ, ker se več migaš. To se jim pa spet ne da. Ker nisem tak tip. Moraš. Ja, pa ne bom. Moraš. Malo tako, pa se. Ne ti. Jaz imam zdaj trenerko, kar meješ. Prvič v lifeu imam trenerko, ne trenerja, in mi je ful dobro. No, vse, hvala Bogu, ker šport, mislim zraven, gibanje, pa ne samo za hujšanje, gibanje je fajn tudi zaradi telesa. Sej sploh ni za te kalorije, ampak da ne zakrniš. Ali pa hoditi začnite s tvojo. Tažen kilometrov, 10,000 korakov na dan pravi, da je fajn hoditi. 7 je dosti. Veš, kaj se meni zgodi? Jaz imam pa drug problem, jaz sem fukjen. Jaz pa veš, 1000 korakov na dan, aplikacija, zdaj jih je 8500, še 1500 morem. In pa je spet morem in pol namesto, da uživaš, isto, ko sem hodil v fitness, moram. Tu pa pol ni več sprostitev, je pa obveza. Preveč greš pol v ta ekstrem. Pa ne bom rekel ekstrem, ampak neko obvezo, ker to ni moj džir. Perfekcionist. Šport ni moja strast. Moja strast so filmi, muzika, gor dol, šport ni moja strast. Pa si pa walking pad recimo pred TV nastaviš. To bi mogel na tla dati to kurbo. Jaz ga imam. Sem pa enkrat odkril ta bicikl, pa kaj, sem jo prostata vnela. Ja, lej. Ni bilo za mene. No, jaz sem začela hujšati. Pa une kurbe za kolena, so me pa kolena, ker kolena moje niso taka, ko morajo biti, in to ni za mene. Ampak walking pad je pa life. To je pa life. To je pa res huda scena. Ampak jaz, ker sem začela hujšati, ker sem se usedla na ti sobem kolo, sem mislila, da me bo
mislim, da bi crkala, kako me je to rit bolela, razumeš? Ne? Ampak sam, ko se pa navadiš, pa. Tako da Walking Pad je res life, no, to je res dobro. Pa preko si omenila te tvoje borbe s temi psihičnimi zgodbami, to je fajn, da si omenila, no, ker jaz vem, pizda, tisko to ne ve, ne? Tisko nima izkušenj, tisko ne pozna nobenega, ki je to imel, to so slabiči, pa to je korak. Ja rečem, stari moj, ne biti pameten, pameten. Vsakemu se to lahko zgodi. Ja, kaj ti veš? On je frajer, te znani igralci, pizda Robin Williams, drugo, tretje, kurba, humorist največji, noter, pa kurba imel težave. Pa mnogi taki so bili, ne? Depresijo, te borbe, gor dol, ker depresije, te fore, to se ne vidi. Ti si frajer, ne? He. Kaj je stavo v resnici? Ja. Ti ne vidiš njegovo glavo. In reče, ne mi pametovati, ampak kar je pa skrbi, vse več mladih pizda ima težave. So že na tabletah, že imajo težave pizda matera. Ne? In verjetno zaradi vse te družbe, tega kolesja, te džungle, kurba, urbane, interneta, gor, dol, vsi smo skozi pod nekim presingom, to se ne može več normalen. In jaz gledam, ko ljudi, ko se spoznamo med sabo, pizda se noben več nima praznega predala, so vedno tablete not. Ene druge tablete ima nekdo noto predalo, ne? Jaz človeka brez tablet ne poznam več, je vemo mater. Zdaj ne vem, ali je to normalno, ni, ne, da če pretiravaš, gor dol, levo, tretje, ne, ampak anksioznost, karkoli drugo, to so resne zgodbe, to je zafukano. Ne. Ja, zelo. Jaz vem, recimo, mene je tudi, ampak jaz sem imel problem, ker mi je, kar bo to, mislim, 2006, ali kaj je že bilo, kar gledate, ko mi je ati umrl, prometna nesreča, pa še z eno punco zašel na razen, v roku 2 mesecev bilo vse. Takrat sem vedel, kaj je to anksioznost. Takrat sem ugotovil, kaj je to, ko te v glavi neki kurba, ko nisi cool, in sem se leta, pa ne bom tablet, pa to ni vredno, pa sem pa spoznal Helix. Helix je lahko najboljši prijatelj, ampak po pameti. Mej en paket Helixa za pol leta, pizda, ne bi ga vsega res, ne? A veš, ne? Super. In zakaj bi ti trpel, če vzameš Helix in te boli kurac, ne? Ampak hočem reči, ne? In vem, kaj to pomeni, ko pa nekdo pade še globje dol, pizda. Ko pa nekdo pade v kurac, ko to, razumeš, ko se ti to, ko to ljudi ne razumejo. Ja, pa ne, pa jebeš to, pa pet na kolo, stari, ne govoriti, ker ne veš, ne. In jaz pravim, ko ti v možganih crkne, neka kemija, not, ko se podre balans, kurba to se staviti nazaj. Ne vem, je to možnost sploh sestaviti, a si skozi ti tablete pomagajo, pa jih imaš v žepu, zato da si miren, ne, a veš, kak je s tem, no? Ker vem, da ti si imela tudi cel kup težav na tem področju in to, kak si to handlala, no? Pa kaj bi mogoče na svet dala tistim, ki jim je, ne vem, na tem narodno govoriti ali ki imajo ta problem, pa ne vejo, kako bi ga rešili, je sploh to možno rešiti, ali so tablete edina opcija? V bistvu, jaz sem imela depresijo, anksioznost pa hipohondrijo, ki je bila v bistvu posledica anksioznosti oziroma paničnih napadov. Kar pomeni, da sem skozi hodila na urgenco, kjer sem imela že dost. Kaj si imela občutek, da te kap hoče zadeti, ne? Ja, seveda. Pa pazi, ampak dejansko telo res oponaša znake kapi. Telo dejansko res oponaša znake kapi, piznamo mater. In jaz sem konstantno živela v strahu, da se mi bo nekaj zgodilo. In zelo bo, pelj me na urgenco. In jaz sem skozi. Zaradi depresije sem lahko hospitalizirana tudi drugače. Sem v bolnici. Žan Papič, recimo, vem, da tudi dosti tudi jebe. Vse prav, vem. In v bistvu, to je bil pa moje dno takrat, se pravi, pridete na psihiatrijo, fuck, mislim, Jesus Christ, in je bila fora, da sem pa že bila zelo boga, tako v smislu, da bi končala, da konc, perfekt, življenje nima smisla, In je takrat mi je ena psihiatrina dežurna rekla, boste šla vi v bolnico, zdaj sem rekla, ne grem. In še jaz, ne bom šla. In je rekla, no, pa boste šla pa v dnevno bolnico, to je pa, da vsak dan prideš, pa greš. No, jaz sem tja šla in že prvi dan sem bila tako, zdravnico pokličite, pa če že začelo nekaj ni bilo, okej. In so rekla, ne, boste vi šla kar v celodnevno bolnico, in jaz sem tja prišla in takoj sem prišla, sem začela jokati, sem rekla, da grem domov, da ne mi dajo za podpisati, da grem domov. Pol je tudi v bistvu bil ful v redu, ta zdravnik, oddelčni. Ampak v bistvu pri meni je bilo že prepozno, da bi si kakorkoli drugače pomagala. Kot s tabletami. Ja, jaz sem jih mogla imeti vmes, ja.
Pa zdaj še imaš? Trenutno imam antidepresive, ostalo pa ni nič več. Imela sem pa pomirjevala in še nekaj, kar ne povzroča odvisnosti, pa tudi kot pomirjevalo. Pač. Dejansko sem bila na 3 lorsilanih na dan. Lorsilan je jeba, ko se navlečeš na njega. Ne? Ja, se tega postijo 14 dni, pa fertik. Pa so mi zamenjali to za Quintiax, ki v bistvu v manjših dozah deluje kot anksiolitik, se pravi proti anksioznosti. In antidepresiv so mi takrat dali, en drug. In je bilo tako, da sem pol pa hodila tudi tam ful na delavnice, pa na fizioterapijo so me dali, ker jaz sem bila od anksioznosti cela zakrčena, to sem imela vse vnete, te prsne mišice, kakšno sem brez grozljivka. No. In pa sem hodila na neke delavnice za depresijo tudi, pa našla sem fantastično psihoterapeutko in jaz vsem ljudem na tem svetu, res, kar sem jaz predtem, recimo mogoče minimizirala, je bilo pač to, da sem vedno govorila, da se hodim k psihiatru. Ampak psihiatr pa psihoterapeut, to je... Ni isto. Ne, to je nekaj, kar je... Psihiatru greš enkrat na mesec, mogoče. Se pravi, on se ukvarja ponovadi z medikamenti, se pravi, z zdravili, itd. Pač, se tudi pogovarja z njim, kako si itd. Ampak on v tistih 20 minutah, pol ure, ne more narediti to, kar lahko naredi psihoterapeut v 1 uri na teden, a ne pa z vsemi vajami, pa tako naprej. Ne? No, in jaz sem šla pol v bistvu na to kognitivno-vedenjsko terapijo in moram reči, da to me je pa poslalo nazaj v življenje. Jo. Je bilo pa težko. Ampak kaj pa misliš, zakaj ti je pa zgodilo to? Kaj je bil trigger? Jaz imam teorijo, ne, tudi, da ni nujno, ne, enostavno enim se to zgodi, ker se v možganih kemija sesuje. Eni doživijo res pretrese, grozne stvari in razumeš, da se ni čuden. Ne? En pa enostavno je bil cool, znam ful primerov, so bili ljudje cool. Pa klik, ja. Pa ga je vsul. Dober, pol mogoče zveš, da nismo nekaj vedeli, ampak ni nujno. Ja. Jaz vem, tako sem te razlagal za sebe, kurba je bilo toliko žalosti na kupu, da me je pizda fizično telo bolelo od žalosti. Ja. Takrat se mi je nekaj vsulo. Ja. In se mi zdi, da od takrat naprej je to neka nad mano gor, nisem to sploh razlagal, se me ti zavedla v to debato, da me je tako nad mano, da to od takrat, od leta 2006 ni šlo stran. Ja. Ampak nikoli bilo tako ekstremno, da bi jaz zdaj mogel iti v bolnico ali na antidepresive, ne. Ampak jaz sem se 10 let branil Helixa. Jaz sem šel na TV, cel nasmejan, noter sem pa crkno. Ja. Ker me je jebal, to kot ti viš anksioznost pofukana, ne, a veš, ne. Ampak Helix je pa cool, vzameš, to je ta najmanjši, 0,25, ampak še zdaj ne vem, kaj je trigger. Aha, kaj te je? Ja, valjda, da je bil. Niga. Pa sej to so neke stvari, jaz ti povem, da ni triggerja. Nimaš prav. Ne, veš, zakaj ti govorim? Ja, pa nisi predelal. Kaj nisem predelal? Pri meni so bili, Kurac. Pri meni so bili triggerji. Ne. Pač te bivši. Ampak, jaz tudi, pa sem imel kakšne ekstremne probleme, pa operacije, pa gor dol, pa mi ni bilo nič. Pa mi je mogli najbolj jebati, pa mi ni. Ja. Pa ne vem, izlet v naravo. Pa te zjebe. Ampak to je zmertko. Jaz sem tudi pač govorila, da zdaj pa se vse porihtali, vse smo vse hudega, pa je prišlo za mano. Res ne moreš na to vplivati, je pa dejstvo, da je pa fajn imeti. Veš kaj, mene je moja terapeutka takrat ful pomirila, ki mi je rekla, da je v bistvu da ne padeš v hud paničen napad, ful dobra fora, da zamotiš sprednji del možganov. Da nekaj drugega začneš razmišljati. Se pravi, da je zamotiš z nečim aktivnim. Ali je to neko odštevanje, ali je branje, ali je nek fokus, da probaš nekaj. In ko sem jaz to dojela, sem to parkrat pa sprobala, dejansko ful deluje. No, enkrat je pa ena razlagala tudi enemu prijatelju, ki je imel tudi neke probleme, da mi je ful dobra fora, jaz to sam nisem sicer probal, da se ne dela, da je v vodnjaku in da je nad njim gor cel kup nekega dračja, kamno in vsega, na tem gor je pa sonce. In da ne pleza stopničko po stopničko, pa tisto kamenje, pa nema zaprte oči, pa to študira, pa tisto kamenje buta stran, potem ne zleze ven z vodnjaka do sonca. In kurba je to parkrat probal in je rekel, pa kurba, veš, da sem se boš počutil. Ja, je rekel, včasih
me pa tisto kamenje v mojih mislih zbilo še bolj dol in nisem mogel na sonce ven pizda. Prav bi to to dobra fora, drugače. Mene so pa bolnici tudi dodajali drugače ful zanimivo, na fizioterapiji me je dajala predlučko. Predlučko? Ja, prav ta bioptron se reče. Ki je v bistvu ta dnevna svetloba v bistvu deluje in ti ful daje ene energije, tako, in se res pol po tistem ful dobro počutila. Imam zdaj doma dejansko to lučko, ampak kar sem hotela reči, je pač to, da je tudi ful dobra preventiva je sonce. Sonce. Res, ker se spomnim tistih najbolj temačnih dni, jaz sem živela po noč. Vse zagrne, čez dan, tema, noč ne bo. Sonce je na kurac, ki je vroče. Ja, ampak, a veš, 10-15 minut, ne, pravijo, da. No, ali hodil sem res to temo, sem zato odprl, ker res bi rad pizda, se zabavamo, lahko pa to, pa smo frajeri, ampak kurba, tako sem prej rekel, vsakmu se lahko to zgodi, prijatelj. Ja, res je. Ni, pa ne bo nerodno. Pa ni treba zdaj, da zdaj morate vsi pogovarjati se. Če se kdo noče javnost predstaviti, ni panik, ampak najdete nekoga, da mu lahko to zaupate, da mu povete. Včasih je tudi pred kakim samomorom morda bilo dovolj samo to, stari, kako si. Iskrenja, pa ga ne bi kako si. A veš, pizda, ne? Se pravi, pa da upadiš mogoče na prijatelju, da ni čist, stari, kako si ti v redu. Ne samo kako si, ja, sem ful v redu. Si res v redu. Praši ga, 3krat ga praši in verjemi, da tretjič ti ne bo rekel nazaj, jaz sem, ker bo videl, da nekaj si upazil. To je tudi dobra fora. Večkrat, ne da rideš od človeka, ampak da večkrat, ampak lepo, to moraš znati narediti. In verjemite mi, veš, da včasih je to pomembno zelo, zelo in ne prije do katastrof, do posledic, ampak tako si rekli, glede tablet, eni so pač ful proti temu, ampak jaz pravim, kurba, če samo to pomaga, ne pomaga samo to, je pa bergla. Bergla je, tako, ker si zlomiš nogo, pa rabiš berglo, da boš spet shodil. To je bolezen, to je tako, si tako bolečina v nogi, jebi ga. V bistvu je, in depresija je danes veliko preveč, sploh med mladimi, pa te anksioznosti, panični napadi, pa koliko so prepolne pedopsihiatrije, recimo pri nas, blazno, in res si ful želim, da bi se začeli pogovarjati, poslušati predvsem, pa da bi se nehal tam nek javni linč ljudi, mislim, ker to... Tega pač dali več, veš. Koliko smo ljudi izgubili. To mene tudi skrbi. Se pravi, jaz gledam sebe, jaz sem močen, mene ne prizadane. Nisi samo ti, so tvoji svojci, so tvoji prijatelji, je tvoj partner, on pa mogoče ni tako kul, ko si ti, in ga stvari prizadanejo. In tisti, ki te zlobne zgodbe, ko piše to gor, se si noben ne predstavlja, kaj se lahko zgodi. Posledice so potem lahko grozne. Seveda. Kar je zelo nazadnje, vidiš, bilo pri Dušanu, pri Ravnatlu, to niso heci. Pa pri marsikomu to niso heci, pa stvari, ki niti ne vemo jih, kako je bilo to, ampak se pravim to, veš, ampak ljudje, zdaj, ko to dogleda, tak kurac neki pametuje, taki so pač ljudje, ampak to mene tudi skrbi, Povedi, da sem odštekam, pa da me boli kurac, pa tudi jaz sem glasen, pa marsikaj povem, ampak kurba, ta zloba, to mene moti. Jaz sem bil vedno oster, ampak nikoli zloben. A si šel kdaj kakšne ameriške komentarje brati na kakšnih portalih? Mogoče, da bi zdaj šel načrtno. Oni so drugače, Američani so ful smešni v komentarjih. Ful so zabavni, pač res niso žalili, veš kaj hoče reči. To je zloba. Tle je pa pač totalen. To je prav zloba. Totalno. To je prav zloba. Človeka fukant na tla, ga pohodati, požreti, prežvečeti, splunt, pa še enkrat požreti. Veš, mislim, to je res grozljivka, kaj se dogaja. Zato pa pravim, te komentarje ne berite. Če napišeš nekaj, objaviš nekaj, ne beri. Če veš, da imaš nek imidž, neko to, da ljudi malo jeziš, malo deliš, če te rajca, da bereš, pa te šimfajo, tako Tomaža Gorca, pis, da bolj ga šimfajo, bolj mu je fajn, ta je tako fuken, stvari Tomaž, ampak res, razumeš, bolj ko, ne bom to zdaj naredil respond, pa ti si fuken, pis, vse za lajke, razumeš, vse zdaj neko objavo dal ven, da išče žensko, vem. Pa bo so ga vsul, on verjetno si ga drka zraven, pa uživa, ko to bere, ker je pač pet ukurac. Ampak hočem reči to, da razumeš, da res je ta bo naredil respond na mene, ampak pustimo, v glavnem, kakorkoli, ne berite, ker večina teh ljudi, ko to napiše, pa kdo so ti ljudje? Tudi recimo, se ti niso nič. Recimo, fajn se jo pogovarjati,
Jaz recimo, ko preberem kakšen komentar, da me res zadane. Recimo, enkrat sem govorila tudi nekaj o debelosti, pa to, kako se mi je težko pred moškim sleč, na to je bilo ful komentarjev in takrat vem, da me je blazno to, čist me je ubil. In sem pol mojemu rekla, kaj pa pač ti misliš o tem, ne? Mislim, je fajn vprašati tizga za mnenje. Pomembno je predvsem, kaj si mislijo ljudje, ki so nam pomembni, ne neka Jožica. Ja, kdo so te neč niso. Pa še pa viš, da je fake profil. Ja. Točno to, ne. Kdo so tle, ni ne tvoj fant, ne tvoj ata, ne tvoj direktor, ne tvoj sponzor, neč ti ni, kurba, a tepe to ful pomembno, kaj on rekel, ne. Vse to je za fuk, jaz gledam sebe, kdaj sem se že veliko naučil, ampak še vse, recimo, ne, ko so teme, ki so meni blizu, ne, Michael Jackson, gor dol, pa povem vse že v objavi. Zakaj kurba se oglašam zraven, ampak kurba, ko ti nekaj napiše, kurba, veš, da mu greš nazaj odgovoriti, ampak ne narediš nič. On je itak odločen, ali namerno jebe, ti si pa zgubil cajt, živec energijo in to je napaka. Se ti je kdaj kdo upravičil za kakšen slab komentar? Meni tudi. Tudi, ko sem daj odgovoril komu, sem dobil polo privatko, kurba stari, sem ga malo stral, sorry, se zgodi, sam lej, to je eden Kako smo privoščljivi, javno Slovenci, prav prvošmo je benti, da se bi vse zgrnili na enega človeka, ne, mislim, kakšen narod smo, ne, v resnici, grozljivo, ne. Mene to straši, res, mene to straši. Vse mislim, ne moram vedeti, vse še vse v ljudeh je veliko dobrega, to moramo vedeti. Ogromno je čudovitih ljudi, samo problem je, ko so tiho, oglasijo se vedno ta slabni. Problem je pri teh ljudeh, ki so čudoviti in dobri, da so mi se ne bomo mešali. Mislim, pri vsaki taki situaciji, ne, in to je ta problem, ki ga imamo. No, jaz sem zdaj videl, sem bil presenečen, ko sem se peljal tisto nevihto noter, ne, na avtocesti. Jaz sem to objavil gor, pač rad snemam gor dol, jaz nisem imel pojma, ko se bo zgodilo. Jaz si objavim gor, ko grem jaz izbrati. Mene so prebili na križ, ko da sem pizda, ne vem, kaj naredil. Zakaj? Zato, ker sem se ustavil na odstavnem pasu, ko se nas je ustavil pizda 10, videl nisem nič, ker se je vsul dol, ampak ljudje, pusti, so znoreli. Pa jaz objavim čez 3 ure še en video. Pa pošljem se v pizdo materno, pa razložim, tam je bilo pa ful pozitivno. Vse okej. Ne vse, ampak ful več kot tam. Spravi, čakaj malo. Kurba, veš, da ima prav, pizdamo mater. In sem bil čakaj, kaj pa je to? Ne? In prav čutil sem, da moram, ne? Ampak ko sem bil, ko sem začel nekaj debatirati, ne? Z njimi, sem mislil, isto, kaj delaš, itak si že zafukal, ko so dal gor, ne? Kaj zdaj njim, kdo je ta Janez Pavlović, ko je kurat, da si ti za njemu, pa si fuken. Kot da bi se pizda Jan Plestenjak šel koregat s folkom, ko mu reče, da ima za kurat s komat. Tvoj komad je za kurac. Mislim, pa kaj si ti in to veš, ti spizde, mislim, isto, pa ti si res fokjen. Ne, zdaj, da se neka huda zvezda, ampak glej, tok sem pa že, da mi ni treba tega, pa ne, jaz sem to, kot da sem nor. In to bi moral, gledam se, malo bi mogel skorigirati, ti si vse povedal v zapisu. Ampak kurba, če nekdo ali ni razumel, ne vem, danes je lepo vreme, glej ga tega, ko govori, da dežuje, pa čakaj, stari, si fukjen pizda, veš, če moraš rekel, stari, kaj si poslušal? Ampak veš, kaj bi te ful dobro prišlo? Ful bi ti prav prišlo, jaz drugače, to je tudi moja taktika, bokserska vreča. Da tam noter greš bokserska. In pa bi lahko reč pojedel, sponco in me rekel, si fuken. Bravo, Nekaj lej, se pravim, folk včasih res ne veš, kurba, kaj to, pa gledam, res folk je, pa zdaj spet do zamerjam, pa kurba, folk je šlo res v kurac. Folk je šlo res, pa ne razne zdaj superioren, pa bolj pametni, ne govorim o tem, ampak te zlobe, pa še lajke to dobi. Dobijo pa te najbolj bedni komentarji. Pusti mnenje. Eno je mnenje, eno je, da ti samo drkaš, ne? In te dobijo komentarje. Oziroma komentarje, lajke. Kdo so tisti ljudje, ko grejo to lajkat polo, peti mi reče, pa bolj na kurac druga, kot to napisal. Se strinjam. Pa pizno mater, ampak lej, ne bomo spremenili nič, ne? In poanta, tako sem rekel, ne beri, če imaš ostro temo, ne beri komentarjev. Kaj če ne boš tako jezen. Ljudje bojo danes, tudi če boš objavil sliko kužeka, ljubezen, gor dol se jih bo najdel nekaj, ko bojo strah. In če te to prizadane, kurva, ali ne objavljaj, ali ne beri. Pika, če ne boš slabe volje. Ja, točno to. In tako si rekla prej zelo dobro, kdo je ta človek? Pa kdo kurba, kdo si ti? Kjer je lukne starleze, pizna. Ampak to se moraš naučiti.
To se moraš naučiti, to distanco, ne? Ti si tako vse povedala. Ne? Ja. In zakaj se ti pojasnjuješ njemu? Ja. Vse si povedala že to, ampak ti ne viš občutek, ne, vsi so za. Eden bo rekel, ja, aha, čakaj, te moram pa jaz razložiti, da ne bojo zdaj vsi, kjer vsi, če samo on tak misli, pizda materno, ne? Ampak ne, ti moraš njemu zdaj povedati, da ne bo slučajno zdaj, pa čakaj, če so vsi rekli, da te razumejo. Ne, temu moram zdaj povedati, ker on pa misli drugače in to je napaka. Pusti ga. Itak, kaj je on, kdo je on? Res je. Itak je tam za zdolje te jebe. Ne? Točno to. A to se moraš naučiti. Ja. Kaja, kdaj si nazadnje jokala in zakaj? To vprašam vsakega. Jokala, kdaj sem nazadnje? Ne jokaš. Ja. Na seksu jočeš? Kaj stalo, no? No, ne vem, preprašam. No. Ne, nisem toliko dolg nazaj jokala dejansko. Ja. Danes, valjda, ja. Kaj se je zgodilo? Terapijo sem imela. Pa si jokala. Ja, sem imela eno tako specifično. Čak, prej si prišla k meni, si šla na terapijo, kaj? Ne, v petkih imam, veš, pa. Aha, ok, pustimo. Ja. Aha, pa je veliko jokaš drugače? V bistvu veliko manj kot pred leti. Aha, jok je zdrav, veš? Ja. Načeloma. Včasih sem vsak dan jokala. Res? Ja, ful. Ampak zdaj pa tako, priložnost. Kadar je res treba. Ja, tako. Kaja, da proti koncu malo zamenjava vloge, ne, gledam to, da si tudi ti vlogi, ne, si tudi novinarka in da obvladaš te zgodbe, ne. Dam ti šanse, da me vprašaš 3 vprašanja. Ok. Ko je že zelo navdušena, da si zelo končal nisem, korba. Ko me lahko vprašaš, kar želiš, jaz sem pa potrudil iskreno ti odgovoriti. Pa sam 3 ti dam. No, če bojo dobra, ti jih dam 5. Kaj ti dam 5, a imaš vas 3? Dej 3, ajde. Hvala Bogu. 3? Okay, izvoli. 3. Jezus Kristus. Ja. Kako to, da se je isto Gardner po tolikih letih končno zresno in poročal? Čisto preprosta zgodba, ne? Ja. Spoznal in srečal je pravo osebo. Dajmo več povedati. Ja, se bom. Čak, no. Ne? Glej, zgodba je sledeča, ne? Ko srečaš pravo osebo, počneš nore stvari. In Monika je, jaz sem star 51 let, pizda leta sem 52, prišla v moj life lansko leto in je cel moj life, cel moj vsak dan, vse moje ure, minute, sekunde, karkoli želiš, je obrnala na glavo, je obrnala okrog. Ne? In je pizda v rekordno kratkem času dosegla pizda v meni eno tako ljubezen, navezanost, predanost, karkoli želiš, vseh teh predevnikov, da sploh ni bilo druge opcije, kot da se vse to zgodi, kar se je. Ne? In zakaj čakati pizda, ne vem, 5 let za poroko, 4,7 let za to, 2 leti ne, pa čakaj malo. Ti, če prav človek pride, to meni ne more ben pripričati, če prav človek pride, ti začutiš in ni to plansko, to se kar avtomatsko zgodi. To je bilo kar letelo. 2 zaroki, jaz ne bi nekje žensko 2krat zaročil, ponovci samo enkrat, ne? Ja. Potem poroka, ne? Pa ni veš na kolena prsta, ne, čakaj bi se mi poročila, pizda ja, to je tako. To ni romant neki, veš, ne, to je bilo, a veš, ne, logično, ne, in veš, in enostavno ne gre to, da se zresniš, ne, enostavno, ko pride prava oseba, pa za kogarkoli to velja, se vse stvari nekako kar zgodijo. Zgodijo, ja. Spontano. Ja. Jaz se spomnim, da celo Monika je takrat rekla v šali, menda po 14 dneh, Emija se je pa še enkrat oženila. Smisel, ko teta govori, kva pa ste to. Pa točno to se je zgodilo. Ja, res je. Točno to se je zgodilo, ampak moraš si pa dovoliti ljubiti, moraš si dovoliti odpreti srce. Ne glede na preteklost, ne glede na to, da lahko te je pizda 10 tipov uničil, 11 te ne bo. Če te bo 11, te 12 ne bo. Sprav, vedno, tale knjiga, zadnji sem jo Moniki podaril, ta Coelho, ko je ljubezni naslov knjige, in so taki citati o ljubezni, že so genialni citati. In dejansko, res je to, ne boj se ljubiti. Ljubezen, karkoli je fraza, kliše, znucano, kurba, ko pride, pa da je prava, veš, da se Ivan Tavčar moto, da nam ni vsemu pogubo,
da je nekaj tudi lepo. Ne? In ljubezen je še edina stvar v tem čudnem cajtu, kurba, ko smo se prej pogovarjali, ki je čista, ki je iskrena, ki je prava, če najdeš pravo osebo in če je oboje stranska. In če imaš to, stari, če to zafukaš, pa se pa pod vlak fuknule, pa si pa res podala. In kontra isto. In zato je to, enostavno ni filozofije, govorim že 5 minut, pa ni filozofije, ampak res, zgodilo se je. In je ful dober, ne? Je lepo, res lepo. Drugo vprašanje. Jezus Kristus. A si kdaj želel biti fotor? Dobro vprašanje, ne? To me vsi jebete v glavo, s tem ne vem zakaj, ne? Si nisi videla moje objave na Facebooku, v tem sem objavil video, viralni hit, ko sem steral vse v pizdu materno, ki mi s tem težijo, ne? Ja, točno sem videla. Ne, pazi, veš kaj ima fora? S tem pa tak, ne? Otroci so cool, čelaj imam pa pse, majhne, ne? Zdaj imam puja, prej sem imel jodja, pekineza, zdaj imam pomerančka. Jaz, ko mi otrok preleti, kjer ko prije pesek, Jezus Kristus, ne? Tu izgleda, da neke ekstremne želje potem, da bi otroka imel, če ne bi ga že imel. Ne? Zdaj, mogoče prvi, zdaj smo pač malo prestari. Monika bo stara drugo leto 50, še vedno bi lahko dejansko imela, ampak kaj si imamo zdaj življenje uničili, v narekovajih, zdaj se imamo fajn, zdaj pa si kao mislil otroka, ne me jebat, ne, to je narejeno. Misliš, da je prepozen? Brez veze. Sam skrbi bi naredil, dajmo se imeti fajn, ne vem, kako bi še živel. In pa hočem reči, da bi Moniko spoznal pred 30 leti, bi mogoče bila že noseča. Zdaj, da bi bila že noseča. A veš, ne? Se pravi, imam občutek, da zdaj bi prvič, ker se čas pohecam, pa rečem, da bi imel detece, ne? Pa rečem, ne, da jih pizda istak nenuad, ne? Sneko, ja, ne sej, ne, da sam pa tako govorim in bi bil luškan otrok, bi bil čudovit otrok, ampak prej, vsa ta leta, veš, tudi punce, ki sem jih imel, vedno sem nekaj muto, ne, pa veš, pa ni neke bližnice gor dol, ker znam pač govoriti, ne. Razumeš, in očitno ni bil nikoli v moji glavi, ker če bi hotel, tudi poročil sem se, ko sem hotel, pa sem se poročil, ne. Ampak želja res iskrena, moj bratec, ki je pred 10 let mlajši, pa ima punčko, jaz sem stric, ne, že 4 leta, ne. Mogoče mi bo taj žal, jaz ne vem, ne. Ampak do zdaj bi rekel, pa to, pa gledam pol probleme z otroci, preko si razlagala, sem pa dobro tako, da nimam otrok. Ali pa jaz si rečem, hvala Bogu, imam zdravega partnerja, mislim tako. Ne, a veš, pa da pizda, ne vem, na ta svet spravim neko bitje, pa se je moglo jebati vsem tem, kaj sem pa kaj si nemaram. Ja, res je. Pa kaj si fokjen. Res je grozljuka. Pa ne se bavati. No in tukaj neke, ne vem, je to egoistično, ne vem, da bi bil čudovit, ti to v glavi, ampak očitno neke želje, nore, velike, v meni bilo pa tudi nobena me ni nikoli klicala, da je njen otrok moj, tako da tukaj imam mirno vest, se pravi, ne. Ok, tretje vprašanje. To je zadnje, ne? Zadnje vprašanje, ja. S katero znano Slovenko Kristus, Marija sveta. Si bil? Pa da mogoče še ne vemo. To ti zdaj tu rezultat. Ja, pa ne bojno. Se ti norce. Pa se to barem prosto. Si delaš norce, ali kva? Si še norce? Namigen. Ne, v bistvu s ful znanim in nisem bil nikoli jaz. A res? A si bil kdaj s kakšno porno igralko? Ne. Ne? Ti povedal, zakaj ne? Ok, da boj. Zakaj ne? Zdaj, to bi mi tako ne moram verjeti, ampak vsem. Glede na to, da sem imel to vdajo, kad reporter, 7 ali 8 let, pa sem spoznal svega iz fašta. To je posel. To je moje delo. Če bi se jaz zapletel s komerkoli iz moje vdaje, bi to vdajo imel samo 14 dni. To je res, ja. Ne? In pa tudi ni bilo fore v tem, tudi imel sem ponavadi punco, ko sem to delal, nisem nikoli samski. In tudi ni bilo fore v tem pizda, da bi jaz zdaj, da bi se kako zaljubil, zagledal, je druga zgodba. Ampak bi rekel tako zdaj pa neki to, mi ne boš verjela, ampak si ni važno, tudi če bi ne bo, si nima veze. Ampak kakorkoli, moj odgovor je ne. Kdo mi verjame, kdo mi ne, mi pač ne. Toliko smo zvedeli. Ja, mislim, ne boš nekaj vlekla ven z mene, neke pizdarije, oprosti, ne. Čim začnem kaj govoriti, je vse narobe, ne. Ja, drugič. V glavnem, groznik si, ne. Grozina. Ja, ne groznik. Ne grozina. Ne, groznik je pa una naša Vita. Vita Lepičnik groznika, pa je že narobe rekel. V glavnem, Kaja, proti koncu sva, ne,
Smo pozabili, kaj reči, smo pozabili, kaj izpostaviti. Jaz mislim, da so ful povedala. Kurva, tole pa še moramo isto podebatirati, midva, ne? Ne, jaz mislim, da so ful povedala. Če pa še koga kaj zanima, pa naj napiše sam ne v komentar. Aha. A ne? To je dobra taktika. Okay. Ja, mislim, ne. Predno čisto zaključiva, ne? Kdaj si zadnji seksala, ga? Pa te moram vprašati. Joj, sivke ne bom prehitela, no. Ona je pol ure prednje prišla sem, ne? Ja, to je res, ja. Ne, pač prejšnji teden, tako. Ja. Mislim, to pa ne vem, no, za pa, veš, kaj prejšnji teden? Ja. Kaj pa delaš, mislim, kaj? Ja, imam pač tiste dneve, no. Ne se zagovarjati. Ja, tako je. Ne mi nakladati zdaj. Ja, tako je. Ne mi nakladati, imam tiste dneve, tiste dnevi v mesecu. Pusti to, to je podcast, ne mi to zdaj tu nakladati, pizda. Tako je. Šis iskren povem, no. Ja, in? Kaj? Mi smo še tukaj nadla. Ja, veš, da bom. Kolikor bo čas dal, ne. Ne, seveda bom. Imaš rada seks? Odvisno s kom. Ja, no, vem, da ne z enim, ki pač zdaj trenutno. Ja, pač se mi zdi, da spolnost veliko pomeni v zvezi, vsaki. No, zdaj pa pametno. Predvsem o najni. Pa jaz to razlagal, si pa ja, pa veš. Oziroma tudi o najni, bom rekla. Tako da ja, mi veliko pomembno. Ja, sigurno. Oziroma je en del, en lep del zveze. Lej, bom ostal pri tem. No, hvala lepa. Tvoj zadnji stavek, Kaja, za najne gledalce, po katerem ste bo zapolnili še časa, je? Bodite fajn in predvsem začnite se pogovarjati, pa ne biti nesramni. Tako. Oziroma, dajmo res, da fakt nehat, no, s temi grozljivimi komentarji. No. Mislim, da to je pa... Predstavljaj si, da jaz zrežem zdaj ta klip, pa ga dam na Facebook. Dajmo nehat s temi grozljivimi komentarji. Ja, daj. Kaj bo spodaj? Da to odrežeš? Ja. Ti nekaj govori. Kaj ti prekleta krava, kaj ti misliš, da si? To mi še povej, pazi, naslov podcasta. Kaj nam naslov podcasta? Ti si novinarka. Kaj je nam naslov? Naslov podcasta? Pa da fajn, to, kar sem rekla prej, tudi ženske so psihopatke, kaj? Tudi so lahko, dej. Lahko je zelo pomembno. Torej, tudi ženske so lahko psihopatke. Pa da sem jaz, to je ful dober. Drugač, za tvoj podcast je to ful dober, zame pa ne. Ampak naj ti bo, ajde. Daj dam to. Idej, ajde. So lahko. Se pravi, Kaja Groznik, tudi Grozina. Pardon. Ne, daj Groznik. Ja, okej. Kaja Groznik, Kaja Grozina, tudi ženske so lahko psihopatke. Ja. Ali pa že teden nisem seksala, ker imam tiste dneve. Ne, ali pa... Kaj smo se že imeli tako fajnega? Depresija, anksioznost, to ni klikano. Kaj je depresija, kaj je to bolj? Kaj te da hoče da? Body shaming, debelost. Bomo se kaj spomnili. Ne, tete psihopatke, to trenutno je moj favorit. Ja, vse je zanimivo. Si ga odobrila, ne? Dober je. Hvala. Dame in gospodje, to je bila Kaja Groznik. Kaja Groznik. Vrhunska punca, ki je povedala marsikaj zanimivega, to sem prepričan, ne? Ti kaj se kaj čudnje zgovara, ko me jezik boli? Ne, v redu si. Nisi čul, kaj je tako? Nič se ti ne sliši, niti ne vidi. Ja, če imam noto v ustih. Po glavnem, družba, draga, uživajte, držite se, naslednji gost ne bo Kaja Groznik? Grozina. Grozina, okej. Kaja Grozina, ne bo Kaja Grozina, pa bo nekdo drug, kdo bo, vam povem v pravem času, uživajte, držite se in, kot je rekla Kaja, ne biti nesramni. Bodite cool, bodite drzni, bodite ostri, bodite fajni, bodite zajebani, bodite zabavni, ne biti pa zlobni, pa nesramni. Napišite kaj zabavnega, pač ne vem. Nekaj, da se mi nasmejemo, ko to beremo. Ja, recimo, ne vem, whatever. Recimo whatever, ja. Nič, čau družba in se čujemo. Čau. Benti, vidiš. Ej, Kaja, si opazila, da ves čas najnega pogovora smo imela tule gasilni aparat? Zdaj, kaj, ne bi kaj zagorela? Kaj, to si ti prinesla? Ja, to
Vedno prineseš vroče prgati. Ja, res je. Prinesla, pazi, edina gostja, ki je prinesla s sabo fucking gasilski aparat, ker se je bala, da bo to res vroče. Čestitam ti, tam si pozabila, da sem poročen in da sem šel kurat glede teh stvari, se pravičujem. Ampak ja, moram te pa pohvaliti, da imaš zelo lep gasilski aparat. Zelo lep gasilski aparat. In mogoče je pa to ideja za tvoj novi podcast. Da bi imeli podcast z gasilskim aparatom, to bi bilo zanimivo. Pa bi ga pošpricala v faco vsakemu gostu. To probi narediti. To bi bilo hudo. Ja, nič, zdaj pa dosti, zdaj pa čao.